plehko je vse. Pač prazno je, lupina nam je všeč. Nas niti ni težko biti heroj, če si spoštljiv do sebe, pa do ostalih si že v bistvu heroj, ker večina ni. To, kar se zdaj dogaja v osnovnih šolah, se bo čez 20 let dogajalo v parlamentu in te ljudje bojo vodili državo. Tle smo pa fejla. Zadnji letniki srednjih šol bi mogel imeti predmet starševstvo. Lahko najdeš perfektno ženo, lahko jo pa narediš. Ne? Če si ti kreten, pa imaš 5 milijonov, si kreten s 5 milijoni. Težko je biti iskren. Hitro damo maske gor. Ker najlažje reči, te najstniki so zgubljeni. Pa zdaj imamo posledico, zakaj ne? Saj je tvoja hiša, tvoja pravila. Vsi so se mogli ogniti metkom, bomb, min in tako naprej, da smo mi zdaj tle, imamo priložnost delati, kar lahko delamo, ker drugač je brez veze, karkoli, da se gremo. A ti kaj manjka? Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Mama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav! Čekaj. Ja, lahko bom zrežil. Jaz jih tudi snemam, pa na parih sem že bil, tako da mi je. Sem videl, ja. Kako to, da si se odločil za podcaste? Mislim, jaz sem jih snemal v času korone, sem delal online. Jaz sem posnetih 200 oddaj, skoraj 200, 80 pogovornih, pa 100 podcastov. Ker zame podcast je, ko udarimo na neko temo, ne? Ja. Če pa pride gost k meni, pa je njegov live, sem pa jaz to definiral bolj pogovorna oddaja, ne? Pač se pogovarjamo pa tako, ne? Podcast je pa tako, da bi rekel, ok, podcast, zdaj pa tema motivacija. In zdaj mi debatiramo o motivaciji, mi debatiramo ker načeloma podcasti so bolj debate, ne? V Sloveniji pa večina jih pele bolj kot intervjuje. Ne? Ja. Se bolj posveča mogoče gostu kot pa neki tematiki. Tematiki, ja. Tako meni je PBD car, ne? Poznaš? Od njegove podcaste, gledaj, Patrick Bet-David, to je meni ultimativni pač tako. Če bi rekel, kaj mi je podcast cilj, mi je imeti cilj tako, kot ima on, stari. Oni so neko bivšo banko kupili in ima podcaste v trezorju. Ne, res. Ja. In je v trezorju so naredili celo sceno, zunaj iz trezorja ima tak, ima pač tu narejeno proper, ne? Tako po moje ene $500,000 do 1 milijon je opreme tam noter. In potem ti prideš in so mize tako postavljene, zadnji so še sefi, se gostje podpišejo na te sefe, a veš, kaj je v trezorju. Tudi vhod je v trezorju, pač, na ono vrtiš, ampak ja, on ima to sceno, pa pridejo pa debatirajo tako o live eventih, ali pa zdaj tak, ki ga bom gledal na poti domov, je o 9/11, ki debatirajo, ki pridejo te, ki so tu preiskovali, pa pol vpraša tega, zakaj samo $50 milijonov bilo investiranih v pač v raziskovanje, kaj se je dogajalo, ker je to ful malo, ne. Tako da, ja, je cool. Ampak taka scena, debata o neki temi, pa povabiš goste, ki so strokovnjaki in debatiramo to temo. Ima pa tudi te, ki ima goste, pa debatira pač, zakaj oni delajo, kar delajo. Pa lahko delaš kaj poleg, ko poslušaš angleške podcaste? Mislim, ali moraš biti, pač ti je to samoumevno, tako pač prevajanje. Ja, se vozim, ja. Aha, ker jaz, če si angleški podcast naredim, te moram samo podcast poslušati, ker drugače mi odide, ne. Moraš biti skoncentriran. Sorry, sam tako, če me vidiš, ugriznil sem se v jezik danes, ne. Sem jedel neko sero, kot tam na šoli mater. Tako da imam kar, vse lahko govorim, ni problema. Sam zaradi tega sem tako malo z usti, mogoče zdaj čudno delo. Ne, ste zelo opazili. Nič ba. Jaz tudi moram pozornost imeti na podcaste, samo ker nisem tako dober poslušalec v angleščini. Ba ja, nimaš prakse. Jaz sem delal ene programe, pa eno leto sem živel na Danskem, meni angleščina tako razmišljam o njej kot v slovenščini, zdaj lahko tu v angleščini delam. Tako sem tudi podcaste, ki sem imel, sem delal eno nedeljo slovenskim gostom, eno nedeljo v angleščini. Sem pač na Twitchu delal, ne. Aha, za tujim gostom. Ja, pač tako da je od pogovornih oddaj je, od 80 je ene, vsaj 30 je v angleščini. Takoj se ti nabor gostov razširi, ne? Ja, mislim, to pa pol, eno je to, ne, drugo je pa tudi s kakšnimi Slovenci sem posnel v angleščini, recimo, če vem, da imajo dosti angleških tuje govorečih prijateljev, pa tako. Sam jaz sem edino tu zafrknil, ker sem na Twitchu delal. Če bi delal na YouTube, bi verjetno... Pa na Twitch si objavljal? Ali si imel live? Live sem, jaz sem vse v živo delal. Ja. Tako da mi smo tam bili, Twitch startal, posnameš,
pa samo intro, outro prepopaš, pa smo vrgli na YouTube. Sam, če bi live delal na YouTube, pa tu pušal bi verjetno več. Takrat sem streamal, imel sem željo, da bi bil streamer, što je bilo v času covida, ki nisem mogel delati tega, kar sem delal in sem dejansko rekel, ok, ajde, bom pa probal tu, ne. Pač, zakaj ne, doma sem, nekaj moram delati. Zdaj tega po šolah nisem toliko, ker nismo takoj šaltali v online varianto, ki so se najprej šole lovile, pa smo pol v drugi polovici šolskega leta. Pa sem pa streamal, pa smo gamali, pa pogovorne oddaje, pa podcasti. A tudi gamali ste? Ja, Warzone smo zmagali. En turnir smo zmagali. Pobral vsak 150 € za 3 ure. Mi pa smo ne gamera, glih ne. Ne. Jaz niti enkrat nisem bil v življenju na Twitchu, tako da... Ok, sej... Tako je, to je tako, ker bi rekel, si pa neko drugo platformo bil, ki pa jaz nikoli nisem bil, ker pač mene ne zanima pa tisto, kar tebe. To je to. Ja, Jernej, hvala, da si prišel, ne? Moram se ti najprej še zahvaliti. Smo že začeli, da veš, cool. Ja, saj, zraven to lahko tudi notri pustiš. Komod. S trezorjem. Zdaj, ko smo šli tu po stopnicah gor, mi je bilo zanimivo, si rekel, danes si bil na delavnici na šoli, ne? Da mi malo piše, kakšna je to tvoja delavnica oziroma proces izvajanja delavnice. Se pravi, delavnica se imenuje Heroj za life. Zakaj heroj? Ker heroji so ljudje, ki naredijo nekaj, kar večina ne. Danes jih manjka. Danes niti ni težko biti heroj, če si spoštljiv do sebe, pa do ostalih si že v bistvu heroj, ker večina ni. In pol v bistvu nagovorimo ene osnovne stvari za življenje, podlago, ne. Začnem s tem, kdo si želi biti srečen, vsi dvignejo roko, kdo si želi ljubezni, vsi dvignejo roko, ne. Rečem, ni zanimivo, vsi si tega želimo, pa so to dve stvari, ki manjkajo, ne. Ker se ne vedemo kot srečni in ljubeči ljudje, ne. Če bi se, ne bi škodili sebi in ostali. Tlej začnemo, tako da takoj malo reality, ne. Pač pri meni je cela zadeva samo, bi rekel po angleško reality check, se pravi, dajmo z realnostjo pogledati, ne, z La La Landom, ne, pa kaj jaz mislim, pa kaj jaz čutim, pa tako naprej, ampak fakti, ne, in fakti, vsi si to želimo. Sam živimo pa ne v skladu s tem, težko se nam je upravičiti, že tu je ena zadeva, težko je biti iskren, hitro damo maske gor, ne. Preden gremo v doma, damo gor maske, da ljudje ne bojo videli, koliko smo nesposobni, ne dosti dobri, bedni, čudni, nepametni, ne. In pa, ko se maske pogovarjajo med sabo, je logično, da prije do fajta, sej kaj drugega že ni možno, ne. Tako da to in pol rečem, kaj je hack, da v bistvu se vprašaš, kaj bi naredil srečen in ljubeč človek. Pol domišljijo ima vsak, dobiš idejo in sam realizirati jo moraš, ne. Ja, srečen in ljubeč človek bi se šel upravičiti sošolcu, ki ga užal, ne. A je res? Ja. In zdaj, če se ne greš, čemu si obrnil hrbet, je sreči pa ljubezni, se pravi, si bullshitter v life, ne. Nekaj govoriš, drugo delaš. Tako da, tlej začnemo, pol gre v... Ampak to si vsak, si svoj dogodek zmisli, ni nobene povezave med dogodki, ne vem, tako si ti zarekel, da lahko greš, bi se šel sošolci upravičiti. Ja, jaz dam vedno primer, ne, tako da si lažje predstavljaš, pa nekaj, kar doživljajo na dnevni ravni. Tu so osnovne srednje šole. Pol povem, da je v življenju bolj pomembno, kdo si kot kaj si, a ne, kaj si spada, ime, priimek, spol, starost, kultura, nacionalnost, vera, religija, spolna usmerjenost, izobrazba, ekonomska moč, stil oblačenja, tvoja zanimanja. In to v resnici nobenega človeka ne briga, ne. S tem se ukvarjajo strokovnjaki, ki prečujejo družbo, pa močno frustrirani ljudje, ki so toliko jezni nase, da mislijo, da so vegani problem družbe, pa da so homoseksualci problem družbe, pa da so ljudje, ki se čudno oblačijo, pa da so gradbeniki problem družbe. A veš, vsak ima nekaj svojega, ne. V resnici pa od nas to večina ne razmišlja, ne. Ja, pa večina ima fokus to, kaj ima karijera, kaj bom jaz jutri si, ne vem, naredil, obleko kupo, ni kdo si. Točno to, ne. In pol dan, kdo si, je pa kot človek, ne, spoštljiv, ljubeč, razumevajoč, aroganten, sramen, tečen, frustriran, sprejemajoč, sebičen in tako naprej. Ta ti da pa kvaliteto življenja, ali pa ti jo vzame, ne. Danes se glih dobro spomnim med delavnico, sem rekel, če tebe zanima, kaj je človek, je tako, da greš v Louvre, pa imaš tam sliko Mona Lise pred sabo, ti pa okvir gledaš, ne, pa si tako, wow, kakšen okvir, ne, pa res je dober okvir, stari, ne, ne, kaj pa Mona Lisa, ne, to ni pomembno, okvir, stari, lej ta okvir, ne.
To je res, ja. In Zdaj sem si predstavljal njihova, ki ukvire dela. mislim pač ampak če smo iskreni, ali bi v Louvru bila 200-metrska vrsta za okvir od slike, ne, je tam zaradi slike. In pol jim pokažem na primeru, ne, rečemo, da je tle že spravil kakšnega prijatelja, prijavcev boljšo voljo, dvignejo roke, zakaj, ki je bil slabe volje, ok, spoštuješ tega prijatelja, ja, si bil takrat zabaven, ja, ga imaš rad, ja, ok, kaj je naredilo razliko, tudi da si bil ti spoštljiv, zabaven pa ljubeč, ali da imaš ti hude cote, novega iPhona, da si hud v Fortniteu, da imaš doma full denarja, ne, kaj spravi človeka v boljšo voljo. Pa rečem, komu je to logično, pač dvignejo roke vsi, ne, ja, itak, da je logično. Aha, ok, pa meni je logično, zakaj imate fokus na kaj, ne. Ja. In pač tako jim probam, a ne, na koncu si vsi želimo ljubezni, sreče, zadovoljstva, izpolnjenosti, a ne, in zdaj je full fokus, denar, bo vse rešil, a ne, ampak če si ti kreten, pa imaš 5 milijonov, si kreten s 5 milijoni, ne, in če si dober človek s 5 milijoni, si dober človek s 5 milijoni, a ne. Zdaj, če bi denar res bila ultimativna sreča, ljudje z veliko denarja ne bi delali samomorov, ne bi se drogirali, ne bi se alkoholizirali, se pravi. Jaz ne rečem, da ni dobro imeti veliko denarja, da ne bo kdo razumel, tudi jaz si ga želim, ne. Sam, ali ti olajša neke zadeve definitivno, ali te bo pa naredil zadovoljstvo, sreče in vse skupaj, pa ne. Imamo veliko dokazov, da ne, tako da. Še zmeram pa, jaz sem tako, ko oni rečejo, ki jih vprašam, da bi rad bil uspešen, pa zaslužil veliko denarja, vsi, ne. Koliko je veliko denarja? Dajmo zdaj najprej pogledati to realnost, ne. Koliko je veliko denarja za tebe na mesec, ajde, idealno, koliko bi, če bi lahko kakorkoli zaslužil, kaj bi rekel? Ja, čim več, ne. Ja, ok, ampak številko, da eno cifro bo. Ajde, 10 evrov. 10 evrov na mesec, ti? Ja, Da bi bil že srečen tisto. Ja, ok. Ja bi se že zadovoljil, da delam tisto, kaj rad delam, pa že 4-3. Ok, 4-3. Že super. In pazi zdaj, ne, če se naši tleb slabo pa narob. Z mene, če bi rekel 500 000, hvala Bogu, ne. Ampak Ni me, ja. razlika je samo v tem, da če se vedno zdaj pogovarjata veliko denarja in se ne pogovarjata o številkah, se ne pogovarjata o istih stvareh. Ker za 3000 evrov na mesec rabiš ene veščine, za 10 000 rabiš pa že ene druge, ne. Za 500 000 pa že ene druge, ne. In tam mali isto začnejo od 2 jurja naprej, večinoma, ne, kar je, tu je v Sloveniji 62% Slovencev zasluži manj, kaj jurja pa pol na mesec, ne. Glih sem študiral, čez par let bo verjetno zadovoljni, če bo njihova plača na 1500. Ja, mogoče, jaz pa rečem drugače. Jaz pa rečem drugače, prihodnost sveta stoji na miselnosti mladih, a ne. In mi trenutno vidimo, kam je trenutna zadeva pripeljala do tega, da se predsednik vlade pa predsednica Republike Slovenije krega tako 2-4 leta otroka, od koga je lizika, ne. V parlamentu se dogaja, zakaj vi zaposlujete svoje prijatelje na ta vplivna mesta, je vprašala opozicija in kaj je odgovoril premier, ja, saj vi ste tudi, ne boste vi meni učitelj tega, ne, pač, ne, mi smo te vprašali, zakaj to delaš, ti povej, zakaj ti to delaš, ne, kaj smo mi delali, kaj ima ve, zakaj sem jaz delal, ampak to so te otročarije, ki jih moj ta malo 4 leta star zdaj dela, ampak kdo ga to uči, a mi, ne, tako da. Kaj se hotel reči, se moramo pogovarjati o istih stvareh in se ne, a ne. Ker rečemo uspešen pa zaslužil veliko denarja, ja, super, ne. Sam, ti bi bil s 3 ure srečen že, ti bi bil z 10, a ne, pa ne rečem, da prej ne bi bil, ne, ja, ok. Ampak je razlika, ne. Ti, če dosežeš 3 ure, boš rekel yes, I did it. Ti boš dosegel 9 ure, bo bilo tako. Pa še nam, ne. Nisi zadovoljen, failal sem, nisem uspešen, a ne. In premalo se pogovarjamo, ko bi rekel temu specifično, ja. Pa ne vemo sploh kaj, večina ljudi ne ve, kaj govori. Ja. Tudi, ko se pogovarjamo o ljubezni, en govori o kamnu, drug pa o flaši piva, zdaj pa kao se pogovarjamo o isti stvari. Ne. Jaz tu vidim rešitev, da se res poglobljeno začneš pogovarjati, je, da res sprašuješ, pa res te zanima, kaj drugi misle, ne pa, da hočeš povedati, kaj ti. Ja, ker to že vsaj veš, ne. Ja. On mora tebe vprašati, ne, da če njega zanima. Pa da je res sprejemanje. Tu je prije iskrenost, ne. Da ni obsojen. Tako. Ampak jaz sem ugotovil eno stvar, če ti iskreno poveš, Dusi, kaj si dal v življenju, ljudje tega večinoma ne sodijo. Če zdaj povem, da sem, moja mami prejšnjo nedeljo smo izvedeli, da ima raka, 2. februarja je žena naredila, pač je mogla narediti splav, pač nam je sin umrl,
10 let nazaj mi je oči možgansko kap doživel, 4 leta nazaj mi je dedek, razumeš, sem dal neki čas, sem prehodil Camino, imam končanih več šol, naredil delavnic za 20,000 najstnikov, stopnjo zadovoljstva 98% in tako naprej. Ne. Zdaj mi je že lažje nekaj napadati, ne, ker sem ti povedal, kaj sem dal čas. Kakšen bi se pa še vedno najdel, ki mu ga boli k, pa si mislil, ta Jernej je en boomer, razumeš, tu bo njega poslušal, en neuspešnež. In tako spomnim iz Instagrama, mislim, da je en tle iz Maribora, mi je en cajt nekaj težil. Ne. Zakaj ne strokovnjaki, uspešni ljudje, mladi ljudje učijo? Jaz sem tako, ne vem, stari 17,000 najstnikov sem dal čas, takrat 98% stopnjo zadovoljstva in zdaj ti meni rečeš, da jaz jih ne smem učiti, ker kaj, nisem dosegel nekih tvojih meril, whatever. Kaj pa je strokovnjak sploh na tem področju? Exactly, ne. To sem glih jaz razmišljal 2 dni nazaj, kaj je mojster, ne. Pač mojster je nekdo, ki je tuk 1000 ur vložil, ne. Ali pa ima take rezultate po nekaj več, ne tako enkrat sem naredil. Tako da, to so vse te stvari, ki prije do mnen, zaradi katerih se pol kregamo. Kdo je boljši, Maribor ali Olimpija. In zdaj zato, ker mi je zelen šal gor, pa mogoče niti ne navijam za Olimpijo. Sam zelen šal je meni res najlepši šal. Ampak če grem tlele mimo Ljudskega vrta, že si obračali. Eni bi se obračali, en bi mi pa že granitno kocko v glavo vrgel. Brez da me vpraša, kdo si, kaj si, imaš doma otroka, družino, boš vzel mojim otrokom očeta, zato ker sem dal zelen šal gor. Razumeš? Nonsens, ki se ga gre. Jaz ne rečem, da ti navijaj za svoj klub. Prav je, da nekam hočeš pripadati. Znači je narobe s tem. Sam ne mi pol prodaja, da si želi srečo pa ljubezen. Razumeš? Kaj si jo ne? Če ne bi metel granitnih kock na drugo stran. In tako naprej. No. Tako da take zadeve se pogovarjamo v prvem delu delavnice, v drugem pa v bistvu oni lahko vprašajo karkoli njih tare, imajo problem, izziv, zapakirajo vprašanje zapakirajo temo v vprašanje, napišejo na listek, vržejo v škatlo in pol naključno potegnejo listek ven, jaz potegnem ven, ne oni, in preberemo vprašanje zadnji za škatlo, tako da noben ne vidi, niti po pisavi, kdo je vprašal in pol se pogovarjamo o tem, kar sprašujejo. Pa so iskreni, to so iskrena vprašanja tu, ali so tisto, malo pogledaš, sosednji, kaj je on napisal, ali vse otroci povežejo s tabo. Če so odkrite, mislim, sodelujejo, ker ponovadi, ko se z otrokom pogovarjaš, ne bo se on glih izpostavilo, ne? Pa jaz, če razmišljam, kako sem bil mali, tudi jaz, ne vem, strah me je bilo se izpostaviti v takšnih pogojih, recimo. Ja, tlej se pa ne izpostavljam, ker napiše vprašanje na listek, vrže v škatlo in se ne podpiše, tudi če bi se jaz ne preberem in pol sam vemo, da je nekdo od nas, ne vemo pa kdo. Opažaš kako mogoče zaporedje ali pa kaj jih najbolj zanima oziroma kje so neke blind spoti njihove? Ja, najbolj jih tare mislim, več področji, ker rečemo, danes so imeli v povprečju, je bilo se pravi 54, 3 razredi, je tu kaj, neki 18, 17 do 18 na razred, To se pravi, pa mislim, da je na vsaki delavnici vsak vrgel listek noter, se pravi, je bilo tu 54 vprašanj. In zdaj, mi vedno delamo po razredih, da je skupina, ki je tako najbolj pa največjo harmonijo dosežeš tam, ki se največ družijo. Oni se med sabo ne poznajo, to je prva stvar, ki je večina, ne vem, če razmišlja o tem, ampak otroci skupaj 9 let, pa veš, kako mu je ime, priime, kako je oblečen, kakšne ocene ima, pa mogoče kaj trenira. To je res, V 9 letih, ne. Pa govorimo, v šoli se socializiraš. Kaj se v šoli socializiraš? Pač do neke mere, moraš se delati z unim, pa s tem, pa ima tako mnenje, pa ta unu, pa vsi kao hočemo srečo, pa ljubezen. Pač. Do neke mere, ampak če bi rekel, da si dobil res life skille v osnovni šoli, če te rečem, si dobil v osnovni šoli life skills, skille za življenje. Povej mi 3 skille, ki si jih dobil v osnovni šoli, ki misliš, da jih izven šole ni šans, da jih dobiš. V šoli, kaj sem dobil? Jaz mislim, da sem dobil to, da sem se naučil vsesti za nekaj, če tudi mi do tega ni, pa preštudirati, mislim, se naučiti, če tudi pač ni to tisto, kaj bi ti rad, ne. To je life lesson, ki mi je šola dala. Samo vprašanje, ali ti sam šola lahko to da. Ali če bi te foter doma usedel, pa bi ti rekel, zdaj boš pa tlele tu čital in se ti ne bi premikal in bi čital in potem vpraša, isto dosegel. Sprav, nimam nič proti šoli, daleč od tega, da če se je mogoče tako slišalo sam,
Ali je ultimativno izkoristek časa v šoli. Meni je tu tisto, kar bi jaz upgradal, se pravi nadgradil šolo. Tudi ta, veš, ki si me prej vprašal, ali lahko v angleščini poslušam podcast. Jaz razmišljam o angleščini, veš, ki mi vmes angleške besede letijo ven. Ne zato sam, ker ne maram slovenščine, ampak sem veliko delal za tujino, pa bil na vezi dnevno po 3-4 ure v angleščini znotraj enih leadership programov, voditeljskih programov. In mi je tudi tako, veš. Samoumevno. Ja, menjam, uporabljam vmes. Kaj bi probal dodati, nadgraditi v šoli, ne vem, da bi otrokom bolj služilo, ko si rekel skill, veščina, da bi jo lahko uporabil vseživljenjsko? Ja, prva stvar je, otroci hodijo v šolo, zato da grejo v srednjo šolo, osnovno šolo. Ja. Zdaj, realnost pa je, da 29% otrok, ki se vpiše v osnovno šolo, gre v srednjo šolo. Se pravi, ali boš ti prišel na srednjo šolo ali ne, je byproduct osnovne šole. To je, se zgodi, usput. Ne rabiš dati velikega fokusa na to. Če jim bi dal večji fokus lahko na to, da na to pomoč drugemu, ne da se je konkurenca, pa take ima petke, je dober človek, take ima šuta, je slab človek, pa to tekmovanje, ki ga znajo, pa ne, niti ne rečem šola, govorim sam vsi, ki smo vpleteni v ta sistem, ampak sistem smo itak ljudje, a ne, tu forsiramo naprej, ne, kao, ja, zdaj, ki ima pa petke, je pa bolj priden, kaj pa je priden? Kaj to pomeni priden? Zna kdo definirati. Jaz sem pogledal, pa je v bistvu po moje skrešava od prizadevanj. Sam, če bi rekel, ko si ti prizadevan, bi te ful bolj pohvalil, ker če rečem, ko si ti priden. Za neko določeno stvar. Ja, točno to, ker kaj je priden otrok, ne? Poslušen, ubogljiv, je tudi poslušen pa ubogljiv otrok, ne? Ta je super za avtovarno ali pa... Lahko on na njivi priden, pa ne bo imel petke. Exactly, točno to, ne? Ja, odvisno od osebnih ciljev, ki jih ima tudi kot otrok, po mojem, ne? Ampak tu je ta nadgradnja. Tu pa vpraša otroke, kaj je tvoj cilj. Tu pa vpraša otroke, kaj je tvoj cilj za letos? Letos bi prvi bil dober, kakšne ocene rabiš, imaš plan? Nimam, dajmo narediti plan. Take zadeve, tu so življenjske veščine, da bi otroke naučil upravljati s časom, ki jih ne, mi mečemo, ne, se smo tudi mi, jaz, vedva. Si šel v vrtec, si dobil urnik, si šel v osnovno šolo, si dobil urnik, si šel v srednjo šolo, si dobil urnik in zdaj sta na faksu in imata urnik. Se pravi, če gre ta vedva zdaj v svoj SP, je velika verjetnost, da boste imela najprej prvi izziv z upravljanjem svojim časom. Ker se nisi tega naučil še. Razen če sta že delala, pa imata Google koledar, poln, pa so vse. No, super pač, ampak večina nima, je res. Večina ljudem, mladim, če zbrišeš koledar iz telefona, ne bojo vedeli, da je to zginilo iz telefona. Če jim pa Snap, pa TikTok, bojo pa... Ne, junkie, pač hoče rečeš junkie, vzel ti bom heroin. Ne. Pa oni se strinjajo, jaz to vse, kar tle govorim tudi na delavnici povem, in otroci se strinjajo, pa vprašajo tudi, kako se odvaditi od ekranov. Pač oni vejo, kere težave imajo, niso glupi. Sam nobenih ne oprem, kako se tega odrešiti. In izziv imajo starši in posledično, oziroma na drugi strani učitelji, in vmes so pa otroci, ki so samo simptomatika družbe, oni niso vzrok ničesar, so premladi, da bi bili. To sem zdaj mislil tudi vprašati, če res samo sklopu za live svojega projekta pomagaš otrokom ali tudi staršem, ne? Ker na konci koncev oni njih vzgajajo. Ja, obojim. Ja. Zdaj mentorstva delamo, ne? In mentorstva so večinoma z najstnikom, najstnico, 1 na 1, ampak so zraven valjda pogovori s staršem, ker morajo biti zaradi tega, da so starši opremljeni, ker otrok je simptomatika, kar se dogaja doma, pa okolice. In zdaj, danes se pogovarjal svetovalno, pa razmišljam zadnje dni, ne vem zakaj, ampak mogoče priprava na ta podcast, ali pa kakorkoli sta mi dala ono vprašanje, ki preberem in nekje so se usedla zadaj. Je bilo to, veš, največja pohvala za starša je, če se otrok okrog tebe obnaša totalno razstreljeno oziroma samoizraženo. Zakaj je to največja pohvala? Zdaj, ker ti se tako vedeš samo tam, kjer se počutiš varenega. Kje je največji odraz tvoje vzgoje kot starša je, ko gre otrok ven v svet. Danes je pa tu obratno.
Mi hočemo, da otrok doma je tako, da imaš ti mir, da je ta. Pogre pa v šolo, pa klepeta, pa tam unga matretera, pa se razstreljuje. Nek dan sem sedel pri kosilu in je fantek zraven mene vpričal, ki je ona rekla, kako pa tudi, da nimaš ti palačinke, pa tako neko dieto ima in sme jesti tega in je imel jabolk, ne. Pa ja, pa tu jem, zato da ne bom tak kot ti. Ker je bila punčka mečkeno zadebeljena. Potem sem ga pogledal in me pogleda in pol ona reče in on tako nekaj nazaj, se rekel, alovi, a se ti zdi tudi spoštljivo? Okay. A te oči doma tako vzgaja? Kaj bi zdaj oči rekel, če bi te slišal? Ja, ne, me ne. Ok, cool. Zakaj pa misliš, da prije do tega? To je pomanjkanje vrednot, nedržanje mej. Sprav, kje jaz vidim glavni, ki sem videl, da ste imeli tudi vprašanje vzgoja, avtoritarna, avtokratska, permisivna in tako naprej. Ti povem, kaj je tu za mene? Tu so bučke za strokovnjake. Tu so banane, da se strokovnjaki z njimi igrajo. Ker mi v realnosti tega ne razmišljamo, kako je ti tvoj oče doma rekel, jaz pa totalitarno vzgajam, jaz pa avtokratsko, jaz pa permisivno. Ne. Kar bi se mogli vprašati kot par, moški in ženska, oči in mami, je, kaj so vrednote v najinem partnerstvu. Kere vrednote hočeš predati najnim otrokom? Pol jih vzgajamo znotraj teh vrednot. Bova delala napake? Ja. Se znava upravičiti? Ja. Če bova kaj zafrkana, se bova upravičila. Ampak vrednote. Pri nas doma je spoštovanje, ljubezen. To je to. Če vprašaš mojega starejšega sina Taja, ki je 4 leta star, Taj, kakšni bomo zdaj, ki gremo na obisk? Spoštljivi in ljubeči. Sam to mantramo. Spoštljivi in ljubeči. Zraven valjda zabaven, tak, drugačen, ne? Ampak te dve so osnova vsega, ne? Ker drugač je brez veze, karkoli, da se gremo. Veliko krat starša ni toliko ljubeč, spoštljiv, iskren, bi rekel prej uspešen, da bo otrok uspešen, ima to večja vrednota kot človeški. Mogoče se tudi izgubljamo. Mi zdaj, jaz sta že druga generacija, ne? Jaz sem letnik 86, ne? Vedva sta že po 2000. Tako je. Ampak tu nima veze spet, tu so spet neke bučke, Gen Z, tu so spet neki, da mediji mečejo ven, strokovnjaki imajo tam za nabijati prazno slamo, če mene vprašaš, ker ti se ne ukvarjaš z Gen Z-em, ker priješ ti me na razgovor, ne pride Gen Z k meni pride Lan, k meni pride Patrik, ne pa Gen Z. Ker če te zgledam kot Gen Z, pa si bom mislil, ti si zbojen, sam pokaj, da te ne vidim, bom počakal na Gen, ne vem, kaj si boš mislil, naslednjo besedo. Alfa, whatever. Te neke tam male baje so zdaj alfa. To sem slišal. Veš, kaj je alfa, ne? Ne moraš se nekdo roditi alfa se naredi, ne? Ima lahko predispozicije, sam še vedno te okolje naredi tako, kot vse pri človeku. Ti se rodiš z nekimi predispozicijami, to so psihologi ugotavljali, ki so raziskovali, ali zaporniki so ljudje, ki se rodijo nasilni. In odgovor je bil ne. Imajo pa večjo nagnjenost k nasilju. Ampak če on ni vzgajan v okolju, kjer nasilje je, ne bo postal nasiljen. Skoraj vsi, 99% oziroma 99,9% tudi recimo največjih morilcev so zato morilci, ker so doma bili vzgojeni v nasilje. Noben ni se morilec rodil. Vse, kad daš ti pol leta stare otroke skupaj, pa daš lahko skupaj Azica, Belca, Črnca, ne vem, vse rase, te barve, razne odtenke, oni tega ne vidijo. Pa ne zato, ker vidijo samo črno-belo do ne vem kjerega meseca, ampak zato, ker pač njim to ni pomembno. Oni se odzivajo na vibracijo, na energijo, na nasmeh, na tebe, doli kašen ti v tistem trenutku si. Vsej do 10. leta so otroci v hipno stanju. Zaradi tega rečejo, upije vse ko gobica. Ja, ka oni sam tukaj zdaj in on tebe na polno pije, ne sam tu, ker ti blebetaš, ampak kašen si, kako se vedeš. In on se pol na to odziva nazaj. Ampak niti ne on zavestno, kakor ta, bi rekel, parasimpatično živčuje in mehanizem znotraj nas, ki je bil narejen zato, da nas zaščiti pred bolečino pa nevarnostjo,
In zdaj, zakaj se majhen otrok ful smeji? Zato, ker pa se mamica smeji, ne? In pol je vse tako, in pol je dobro, pol so ljudje veseli, srečni, ne? Pol nam je fajn. Hitro pogrunta, ja. Ja, pač kako preživeti. Pol je pa naša naloga, da jih naučimo pa živeti. Tle smo pa failali. Tle je največji fail. Da niso nas naučili živeti. Zdaj, moja generacija, malo starejši, malo mlajši, se učimo živeti eni bolj, eni manj, eni mi vseeno, eni so živi zombiji, a ne. Eni že zdaj, ko mi čakajo poletje, se pravi, naslednja 2 meseca bojo, živi zombiji, a ne. Počitnice. In pol pride počitnica in že zdaj govori, kako mi čaka naslednje poletje. Se pravi, celo leto bomo imeli živega mrtveca okrog sebe. Neuporabnega človeka, ne kot ali je on produktiven v službi, ali ne, ampak je neproduktiven v odnosu. In pol se ne učimo teh osnov. Tu manjka v šoli, tu manjka doma. Jaz bom zagovarjal, dokler tega ne bojo dali v šolo, pa upam, da en dan bojo dali, ampak zadnji letniki srednjih šol bi mogel imeti predmet starševstvo. Zdaj se učimo ovulacija, menstruacija, zanositev, kako ženske doživljajo zanositev, kako fantje jih lahko ob tem podpremo partnerji, kako potem porod, kako izgleda, kaj pričakovati, kako se pripraviti, zakaj ene ženske lahko rojevajo orgazmično, ene pa, kada so v klavnici in tako naprej. Potem poporodno obdobje, ki traja, dokler otrok ne gre od doma, se pravi, kako se razvija možgani otrok, kaj lahko pričakuješ od katerega do katerega meseca, leta in tako naprej. Ker najlažje reči, te najstniki so zgubljeni. Oni so na polovici razvoja svojih možganov. Do 25 leta se razvijajo, 8. razred, 13 let je na polovici. Ja. Ti bi pa zdaj od njega pričakuješ, da bo operiral tako kot ti, brez da si ga to naučil. Kar so mi povedali, ne, pač, ker imaš učitelje, ki delajo po liniji najmanjšega odpora, sam da delovni zvezek, rešuj, naloga je tako obkroži, niti ne, da moraš razmišljati, ker ni kreative, zdaj pa jaz zahtevam od tebe, da ti pa bod kreativen. Če te nisem naučil. Zdaj pa ne boš sam spomnil, doma boš sedel pa boš rekel, ena veščina, ki jo rabim v življenju, je kreativnost. Kako pa dobim kreativnost? Ne vem, bom vprašal ChatGPT, Google. Ampak niti tega otroci nimajo, ni digitalne pismenosti, da bi bili nagnjeni k iskanju rešitev. Učitelj je dal punci pri zgodovini vprašanja za test ali za biti vprašana. In je prišla do svetovalne delavke za odgovori na vprašanja. In je ona sprašvala in ni znala odgovoriti na nobeno vprašanje, niti besede. In pa je vprašala, kdo je pa tebi odgovoril tu? Ja, Ati je napisal odgovore. Sprav, učitelj je dal vprašanja, Ati je napisal odgovore, ona pa ni niti toliko bila spoštovala, ne enega, ne drugega, da bi si 2-krat, 3-krat prebrala. Ni bila odgovorna. Ja, pa če vprašam, imaš dober odnos z Atijom, ja ga imam, boljši, ti zlorabljaš svojega očija, ti ne spoštuješ svojega očija. In kaj bi bila recimo rešitev zdaj do te punce, ki se ni naučila? Ja, rešitev bi bila, da jo pustiš, da pade. Ja. In jo ne, če rab pomoč, ja, ampak ne delaš na mesto ni. Ja. Prav, otroci tudi ne rabijo pomoč, rabijo podporo. Pomoč rabijo ljudje, ki pridejo na Rdeči križ, pa Karitas, pa tu so organizacije, ki pomagajo. Mi pa se rabimo podpirati med sabo. Ampak podpora pomeni, jaz ti bom tlele malo predržal, dokler se ti ne naučiš sam, pa dej sam, ne bom ti celo življenje držal mosta. Moraš ga znati sam zgraditi. Sam pa sem vprašal, koliko otrok pa doma dejansko kaj naredi, gospodinjskih opravil. Koliko otrok pa doma, ne vem, mala stene ali pa nekaj dela. Ne, mi delamo na mestnih, ker tu znamo bolj hitreje, bolje, tam bom ti čakal tam malo, da pomiva tiste 2 ure posodov, pa cela kuhna je mokra polna, po 4 letih. Pa še dodatno delo, ne? Ja, pa kaj? Voda je. Vse imaš ploščice, vse posod. Ja, pa moram pa brisati, super, kot da nimamo pralnega stroja. Pač vrš brisače, čez pobereš, vrš v pralni stroj in pa naj on pol obes. Sej bo z veseljem to delo, mehni sploh. Sami jim pol vzamemo voljo, starši vzamejo voljo svojemu otroku. Vzameš tem samo zavest. Ampak moraš imeti čas kot starš, ne? Mislim, čas imaš, ker na koncu veš, koliko dlje ti vzame 3 minute. Dobro. Jaz sem tu pri sebi videl, ker sem isto to delal. Zdaj bomo hitreje, bom jaz ono drugo, pa sem enkrat rekel, zdaj pa počakaj, da vidimo. Sem malo čakal, 3 minute je bilo narejeno.
Samo mi živimo s tem pritiskom, ne, zdaj takoj, veš, kaj zdaj tu naredimo, pa hitro grejo spat, pa sem pa jaz malo prej, pa se bom ulegel na kavč, pa bom pogledal en film, pa sem se kao vzel čas zase, da je bullshit, ki gledaš film, ni to čas zate, tu je čas za Jean-Claude Van Damme, ali kogarkoli že gledaš tam gor, ne. Ni to čas zate. Ker večino ljudi ne gleda filme tako, ok, zakaj je on to naredil? Aha, ok, čak, jaz to tu delam, ali to lahko uporabim v svojemu life? Ok, to da bi, a ne. Ja. Bilo bolj, da greš spat, več bi naredil zase. In tle smo zgubljeni, ne? Mi smo tudi odvisniki od ekranov, pač tako je. Jaz sem bil junkie od gaminga, pač. Jaz sem gamal svoj čas 16 ur na dan, stari. To je bilo gas, stari. Sam trening 6 ur spanca, pa gas, ne. Pa zdaj tako, kako so starši to pustili, tu sem na faksu delal. Tako ni bilo staršev. Ja, prišel v Ljubljano in ni staršev in pogruntaš, kako faks deluje, vidiš, da ne rabiš, da tam rabiš biti en dan na teden in je, ostalo je, stari, ko je prišel ven Prison Break, Ja. jaz sem počakal, da gre vse mimo, pa sem pa v treh dnevih sem pogledal vse epizode. No, šel je sam Spač vsake toliko naredim, ker tako, da ne spim nič, 2 dni skupaj, ne. Pač neki rohnam, delam, pač karkoli. In je, ja, pač, ampak zdaj je moja naloga, da pokažem odgovorno uporabo telefona, televizije in teh zadev svojim otrokom. To pri nas ni risank, recimo. No, to mene fez zanima. Ja. Tudi vpliv ekranov, tudi v zgodnji fazi razvoja otroka, oziroma pač kakorkoli temu rečemo, ker imam bratranci sestrične, starejše od mene, ki imajo mlade otroke, mislim dojenčke še, in sem nekako stiku s tem, s to sodobno vzgojo, ko vseeno hodijo se starši izobraževati, drugim govorijo, kako vzgajati otroka, da bo to pa to pa to. In to me zanima zdaj, kakšen je vpliv ekranov, tudi jaz mislim, da vpliva na kreativnost, ne. Ja, vpliv je ta, tako kot si rekel, ni kreativnosti, ni domišljije. Če mi postavimo mladega človeka za 6 ur pred eno drevo in on ne mora 6 ur opazovati tega drevesa in si to narediti zanimivo, pa zdaj 6 ur ful pretiravam, ampak tako je v šoli. Imaš dan, ki ti ni noben predmet zanimiv. Ampak če si ti ne znaš narediti zanimivo, ti bo dolg čas zmeram v life. In pol iščeš zunanje dražljaje. In ekrančki so najmočnejši zunanji dražljaji. Ko ti gledaš ekran, se sproži 5 do 6 tisoč sinaps v človeških možganih. Ker greš ti na sprehod v gozd, pa 600 do 800. Možgan pa vedno išče tisto najmočnejšo stvar. Ja. Pa ki je na dosegi roke, takoj, ne. Jaz sem odvisen od tega. Jaz, mislim, nisem več, zdaj imam tu pod kontrolo, ampak jaz, če se ne opazujem, pa bi bil tam zadnji prežgana televizija, prva stvar, ki bi not prišel, wow, ne. Lahko bi rekel, da sem tech freak po eni zadevi. Me zanima vsa tehnologija, kaj je, kako je, ampak najbolj ekrani, meni ne vem, tu mi je živahna zadeva. Ker se bolj živa, kot je realnost, v narekovajih. Ampak kako omejiti, recimo to že pri... Sem omejiti. Pravi tako, da do 2. leta nič, pol pa počasi dodajaš. Pol pa spet odvisno, kaj dodajaš. Ja. Omejil čist ne boš, otroku bojo šli, ta je bil rojen v času covida, pa smo pol delali Zoome ali pa te live messengerje, da so ga sorodniki sploh lahko videli, ker smo bili mi v Ljubljani, oni tam. Ampak zdaj nima ekranov, pri dediju ponavadi kaj gleda, ampak tu je šport, ker pač moj oče rad šport gleda, pokapije in pač to ima in tako je. Doma pa ima enkrat na teden v nedeljo, lahko si izbere pol ure, da gleda, kar hoče na YouTubeu, ampak ni risank. On hoče gasilce gledati. Tako da pol mu kažemo live kamera, ki imaš, body cam, gasilca in pol on gleda te akcije. Ali pa motocross, ali pa motorje, formule, Dončića mu kažem, od fuzbola mu kažem Ronaldinjota, zame pač. Aha, imaš ti tudi cilje. Ne, nimam cilje, ne, mislim, dobra, ampak lepo si to predvidel, plasiral. Si bil midfielder, veš pregled v igro, ampak ne, nimam, meni je vseeno, kaj si izbereta. Bolj mu dan zaradi tega, da vidi take barve, ki so. Prva stvar, ki sem jaz pokazal od ekranov, je bilo medvede, ki se tepejo, pa gorile. Pač, tako da
Ali to je narava, ne? Hoče naj nama na ekranu take barve, ker če pogleda ven, da njemu to ne bo razlike delalo velike. Ker sem ga testiral, ki je bil 2 leti star, je bil to evropsko na Poljskem, ki je bil v basketu. In sem mislil, in sem znalač prižgal Urša, je bila tako, ne sme premlati, jaz sem tako, daj sam, da vidim, kaj se bo zgodilo. Eno tekmo, da vidim, kaj se bo zgodilo. Moram testirati, da lahko govorim iz izkušnje. In 5 minut je gledal, pa ne bilo več zanimivo. Ker itak ne razume, kaj se dogaja, ne pozna pravil, tam vidi, da nekaj teka, in ker tu niso kričeče barve, ker se mu noben ne piska noter nekaj, ker noben ne vleče pozornosti od njega med tekmo, ne, ampak si moraš ti narediti spet tekmo zanimivo, ni zanimivo. Zdaj, če razmišljam o risankah, to res, tu imaš barvne palete od vsega, pa ti se najsvetlejše. Ja, tu so zato, da vzamejo attention, da hipnotizira. Pa če zdaj predstavljamo otroka, res tako gleda notri. Poleg tako samo dela nekaj. Ne, nič ne dela. Ja. Veliko krat sem, včasih, ko grem komu na obisk, ful mi je zanimivo opazovati, kakšni so otroci do staršev, pa najraje, ne vem, osebno tako, ko gremo jest, recimo. In včasih vidim, da dajo telefon, ne. In res tisti čas probam biti pozoren, kako bo otrok zdaj odreagiral, ko ima telefon, ne. In sem že doživel, da je telefon prijel, pa vrgel, pa rekel, jaz nem tega jedel, pa hrano dol, pa ker ni bila prava risanka. In sem se res zamislil. Ker on hrano povezuje s to risanko. No, tako mi delujemo. Ti, če daš neko risanko otroku jest, njegov možgan si zapomne, ko je ta risanka, jaz jem. Ko ni te risanke, jaz ne jem. In on je postavil starše pogoje, ne? Ja. Starši Starši so njemu postavili pogoje, on jih pa zdaj živi. Što je to? Otrok ne postavlja nič. Otrok je simptom, kar si ga ti navadil pa naučil. Ja. Otrok se rodi brez besednjaka, je res. Tako. In on reče kletico, ko jo sliš. On reče besedo drek, ko sliš drek. Tako je. Pa zanimivo je, da to prej rečejo, ker recimo, če se učijo še govoriti, takšne stvari prej rečejo, ko vejo, da niso dobre. To je še zanimivo, zaradi tega zaradi kreten, ki verjetno ti narediš takrat. Več pozornosti zraven. Pa je tako, če rečem drek, se vsi tako nekaj začnejo. Drek. Ja, pač pozornosti želimo. Ne? Otroci, pa vsi merimo ljubezen čez pozornost. Kadar je nezavestno se lotevaš ljubezni. Moja žena meni zdaj ne daj pozornosti, pa jaz tudi nekaj sem tle. Ampak se vseeno ljubiva in veva, zakaj kaj delamo in kaj ona doma počne in zakaj počne in kaj jaz tle delam in zakaj to počnem. To je tudi ljubezen. Sam ne rabim pa skozi pozornosti od moje žene, 24/7. Sam mene mora skozi božati, gledati vse, pa nič drugega ne sme početi. To tudi ni ljubezen. Tako da tu manjka otrokom in mi jim damo te držaje. Zdaj delam tudi predavanja za starše, pa jih vprašam, kakšni so današnji najstniki in pa začnejo nespoštljivi, uporniški, apatični, melanholični, vse je brez veze, odvisni od ekranov, kdo jih je pa navadil? Pa tudi niso vsi, jaz rečem, ne. Ja, večina, jaz jim pa vedno rečem nazaj, kdo jih je navadil. Tako je reality check tam v prvih 10 minutah predavanja. Ti. Jaz si mami hotela mer v gostilni. Zakaj vlečeš do 4 leta starega otroka v gostilni? Otrok do 4 leta, ko je se sprehaja. Tako pač je. Jaz zdaj vsako jutro ob ponedeljkih po petkih hodim delati in vsako jutro vidim enega otroka, kak gre peš v šolo. In vsako jutro tak v ekran dol. Ne gleda okoli sebe nič, hodi peš, pa v ekran gleda. To mi je bilo tako... Koster. Po moje 3. razred, nekaj tu. Tako bom rekel, nekaj tu. Ne vem, ocenite jaz tega. Zakaj on rab telefon? To, ja. Upraviči mi to kot star. Zakaj otrok v 3. razredu rab telefon? Ampak zanimivo, po moja mama reče, oziroma starši, saj pa gre peš v šolo. Veš. Ja, Ampak, super, ne. Zombi. Ja, res ko zombi. In to sem opazil. Pa se lahko pogledaš, če greš mimo avtobusnih postaj. Kam ljudje gledajo? To jaz delam rad, ko grem v McDonald's.
se vsedem pa gledam. McDonald's. Ja, McDonald's se mi zdi tako tipično okolje, kjer ko nešče je telefon lahko komu zraven, sploh mlada populacija je to. In mi je zanimivo, kak je, pa kako on to upravlja vse skupaj. Gledam, malo si malo izbrisati, da lahko dalje šteckam, ali pa ne vem, slušalke, ono. In takrat mi zadovoljstvo samo mi je to, da gledam. Naj se opazovati ljudi je ful zanimiva stvar. Ful veliko se naučiš, veliko vidiš, veliko tako, a ja, tako izgledam jaz, kot to delam. Ja. Ja. Mogoče pa ne bom več. A ne? Ker tudi jaz to včasih ne. Res je. Čakaš avtobus ali pa kajkoli na vlaku, pa se zamisliš samo reflektivno. Ne? In to je, se mi zdi, da orodje pol lahko neko da. Ja, in tle se naučimo odgovorne uporabe in ker ni odgovorne uporabe, je logično, da je zloraba. Vse zlorabimo, če se le da. Vse denar je super stvar. Pa jaz ne rabim več nositi 10 kg krompirja, ti pa 10 kg čebule, pa si medve tu menjavati. Pač ti prineseš tu v hoferja, pa jaz tudi, in ko jaz rabim čebulo, grem tam, vzamem in plačam. In tu je hofer, posrednik, med enimi pa nami kupci. In biznis je transakcija, rešitve pa problema in to je to. In denar je super stvar. Zdaj, ki pa si iz njega delamo ne vem kakšno famo, medtem, ki 90%, jaz rečem mladim, 90% otrok na tem svetu ali nima čiste pitne vode, hrane, strehe nad glavo ali pa oblek. Vi, ki ste rojeni v tem delu sveta, ste pred 90% otrokom vaše starosti. Top 10% na svetu. Pa še potem, da dodam v tem času. Torej 2 loterije zadev. Ja. In občutek pa ni tak. Ja. Občutek je pa tak, da si na dnu, na dnu enih procentov, najslabš možno živiš. Ne? Zato, ker nimaš novega iPhona, zato, ker nimamo najboljši avto, zato, ker nimamo take hiše, stanovanja, takih brandov. Znači, eno punco mentoriram, pa je mami dala BMW X3 na popravilo, pa se je ta mala bala, kjer avto bo dobila na domestnike. Če bi bil Clio, bi šla raj peš domov, je rekla. In kak si bolj, Sem rekel, menedžiraš? Ja, jaz sem rekel, a se ti zdi to spoštljivo? Pa pejt peš, ne? Avto je, da priješ iz točke A v točko B. Zdaj, dobro je imeti varen avto, če si velik na cesti, ker sem jaz, ker delam 30-40, eni še več 1000 kilometrov. Je dobro imeti avto, ki ima te asiste, pa tako naprej, da te malo varuje, ker nikoli ne veš, kaj se zgodi. Ampak to ni glavni razlog, ja. Ampak tle ni to, ne. Nimajo, tle eni se vozijo sam po Mariboru, pa ima superkar. Pa se sam tle, niti nikamor ne gre. Ne? Superkar pa na glas radio, ne. Da pozornost pritegne na sebe, da pogledaš. Tle so pa to, ne, pozornost. Spet želi ljubezni, ker je ne dobite, ki bi si želel, druge si jo vzame na silo tle. To je za dobro, ja. To je sam na silo si vzameš nekaj, kar misliš, da ti pripada in ne dobiš, kjer bi v bistvu mogel dobiti. Kar so v prvi meri tvoji starši, tvoj brat, sestra, babi, dedi, poli so šolci, prijatelji, učitelji, to so pač ta okolja prva in ko tam ni, poli pač, ko odrasteš in si tega želiš, začneš delati stvari na silo. In moški tudi to lažje delamo, ker smo po defaultu fizično močnejši od žensk. Biologija, večja gostota kosti, tkiva mišična so bolj čvrsta in pol pač pride do zlorab takih in drugačnih. Tudi da ti rabiš, ko se voziš po cesti, nabije tako na glas, da pločniki skačejo. Ja. To ni nič drugega, kot posiljevanje ljudi z svojo preferenco. Tako je. Ker ti glih tako dobro slišiš, če imaš tam na 20 namesto na 50. Sam tu smo vsi, jaz sem tudi to delal, ko sem bil mlad. Tudi zdaj mi kdaj zapaše v avto, da je malo bolj na glas, pa mi je tako cool mi je. Ta mali, ta umet oskanje, en tak hausič, ki mi je cool, model dober z glasom vmes vibrira. A pa pol dan kdaj to, ne. Drugač pa, škaj jaz mi poslušamo v avtu, ki se vozim z otroki. Hej, brigade pa harmoniko, to je najjač. Meni je to boljš, kukar puno otroške piskanje, tiste pesmice otroške. Meni jaz ne moram, jaz tu res, tam, ki vse neki piska, pa čvrči, pa tam te nekaj stari. Pa tu mene možgani bolijo, kaj šele tega majhnega človeka. Ampak je spet en tak način, kako ti bombardiraš tega otroka na polno in mu ne daš mera. Daš mu, rodimo se z 2 strahovi, pred hrupom pa pred padanjem.
A mi jih bombardiramo s hrupom non-stop. Sam da je kao, ki tu je za otroke, la 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 la, da 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 da. Ene ženske si kdaj videl, ki kar spremenijo glas, ko pridejo otroci zraven. Ja, pa eni moški tudi, kar začnejo neki piskati. Ja, Jaz sem tako, pa da je nekaj, no. Mene boli glava, pa sem navajen, sem hodil od iskače, dzub zraven zvočnika. Kaj pa tega, ki se je komi rodil, pa mu ti tam piskaš. Jaz kaj pri sebi opazim, je, da prešaltam na knjižno slovensko. Ja. Jaz se knjižno pogovarjam z njimi, ne. Zdaj glas ne spremenjam, ampak to je tudi en taki avtomatski efekt, sploh se ne zavedam. Mi mama reče, pa ti veš, kako se ti zdaj z njim pogovarjaš, že knjižno. Zakaj ne, vse je v redu. Ja. Pa misliš, da zdaj jaz kaj opažam kot največji problemi zdaj pri vzgoji, pa jaz že ful razmišljam o tem, kako vzgajati otroke, ker to je po moje, ne moreš napovedati, ne moreš narediti fiksnega plana, moraš se prilagajati osebnosti otroka. Ja, zato ker rabiš biti malo psihologa. Meni 3 najtežji poklici na svetu so menedžer, učitelj, pa pa trener. Sprav, ko imaš ti, moraš kontrolirati skupino ljudi, voditi skupino ljudi. Vse, ker so različni karakterji, prosti, ker sem te prehinil. No. Ja, tako da ne moreš narediti fiksnega plana. Ja, mislim, da ne zelo kisen nastavil. Tle si ostal, da se rabiš prilagajati. Pa kaj jaz razmišljam, da so tak najključni dejavniki, ki bi jih mogel tako odstraniti, so glih, tako si rekel, tudi ekrani, potem hrana. Meni je ta hrana ful važna. Jaz bi se čim duže bi probal držati otroka stran od McDonald'sa pa teh stvari, da bi sploh mu ne bi dal probati tega. Ne vem, to je meni tudi tako ena. Ti ne vem, povej več, če... Mislim, zdaj totalno ven vršt je škoda, ker se bojo s tem srečali. Ampak te pa tudi tista problem omejo, pač kako na neki distanci to zdravo držati. doziranje. Ja, to je zdrava meja, ne? Mera. Zdravo doziranje. Ja, tu je pa umetnost. Ja. Ker recimo moj starejši reagira na cuker tako, da rata bombica, energijska bombica krat 1000. To smo doživeli, ki je bil 2 leti star, smo šli v Novem mestu v Kralj Matjaža, pojemo pico in potem smo mu naročili 1 kos jabolčne pite. In on je pojedel cel kos. In ko smo prišli domov, smo ga sam gledala in sam, tu je vse letelo, pa tu je eno škatlo odprl v dnevni sobi, pa sem tako še ni nikoli delal, ne prej, ne pol. Sam letelo je, stari. In recimo Max, ta mlajši, je bolj toleranten na to, ga ne tako navije na ven, ne vem, kaj mu not dela. Tako da dozirati rabiš, ne boš ga čisto odstranil. Zdaj je bil taj na bazenu in je bil tam en gospod 80 let star, šel je z mojim očem, z detkom in oče se je preoblačil in gospod mu je kupil sladoled. In mu ga je dal in mali je začel jesti. Kakšen zdaj je znor, pride domov, kot tu delaš, nisi normalen, 4 ok, pojedo je sladoled in zdaj bo treba to energijo nekje spumpati. Doma pa ne dobi tega. Večino časa nima dostopa do tovrstnih zadev. In to je bistveno. 80-20 je neko to razmerje. Tako da, jaz bi to televizijo vrgel ven zaradi sebe, ker sem junkie na ekrane. Ne rabim gledati televizijo, pa jo včasih gledam. Pa pol imam spim, pa si sebi delam težave. To je jaz imam s spanjem največje izzive. Jaz sem glih v petek nisem nič spal. Zaspal sem s tamalimi od 7:30 do 9:30, pa sem bil kar skozi po koncu. Sem nekaj klikal. Iz četrtka na petek, ker smo zvedeli, da ima mami raka in pač me je tako. Malo sem se nanoter, ta reaktivacija, kako se delaš s takimi informacijami, meni je tako, da 3-4 dni, zdaj sem 3-4 dni, včasih sem rabil več, tako da je že manj, napredek je, naslednjič bo še manj, ko bo kaj podobnega prišlo, je neizogibno. Sem igral Age of Empires Mobile in sam klikal, jaz niti ne vem, kaj sem delal, nisem se niti poglobil taktično v game, niti kaj moram, jaz sem sam klikal. Meni je bilo sam tu, da klikam in sam čas je se vrtel. Pa si razmišljal o čem drugem? Ne, sam zombi, klikal, tako, veš, ki se hočeš omrtvičati, da ne boš čutil, da nisi šel noter. Ampak po 4 dnevih sem rekel, ok, zdaj pa dosti, ne moram tako naprej, preveč imam odgovornosti. Kaj je, žalosten je, strah me je, ok, komu boš tu povedal, nekomu rabiš povedati, da te to ne drži, da ne melaš pri sebi, sem povedal Dejanu pa Urši, pač prijatelju pa ženi in takrat sem zbrisal in ne igram več.
Pač tako, nisem kliknil od takrat naprej, nimam gor in me ne zanima, pač sploh tako, nimam nobene želje zdajle trenutno bolje, sem nazaj, bi rekel, a ne. Tako ne 3-4 dni sem šel pa v eno jamo, ja. Tako da, in zdaj, če bi imel otrok, valjda sem pa bil toliko odgovoren, da nisem tega delal, ko so bili otroci okrog mene, pa tako naprej, pa da sem tu naredil tako, da je imelo res minimalen vpliv na čez dan, čeprav nisem spal, pa sem bil bolj utrujen, pa malo tak, ne. Ampak večina ljudi, ki me je spoznala, ne bi vedela, da jaz tisto noč nisem spal. Tako da ti moraš otroku pokazati tiste vrednote, ki ti hočeš, da jih on ima, torej svoje slabosti, ker vsak ima slabosti, moraš torej pred njimi skrivati. Ne skrivaš. Ne skrivaš. Poveš mu. Sam zdaj pri 4 letih, da mu jaz povem, da ne bo mene razumel. odnese v tu, je premlad. Ja. Ko je najstnik, te bo videl, a ne. Saj imaš očete, ki igrajo igrice skupaj s fanti ali pa mame, to ni nič slabega. Je najin čas zabava, pač igrava FIFO. Pogreva pa ven na sprehod, pa nekaj narediva na vrtu ali pa karkoli. Ne rabiš nikoli nič skrivati, to je najslabše, da ti fejkaš. Ja. To on ve, da fejkaš. Okay. Pač rečeš, če te vpraša oči, kaj dogaja, nekaj nisi ti, rečeš, ja, zvedel sem tu pa tu z babi in moj način do zdaj je bil, da sem se zaprl in danes oči ni spal. Ni prav, ni dober, zdaj nisem 100% zraven tebe, se ti upravičujem, ampak trenutno nisem znal boljš. Ti pa obljubim, da naslednjič bo to trajalo samo 2 dni. In si bil iskren z njim? Me niso vprašala, tako da nisem šel zdaj razlagati stvari. Ne, ampak mislim, da si ga tretiral ne zdaj kot nekoga otrok, ki je manj vreden, sem z njemu zlagal s fejko, tako si rekel, to se mi zdi drugače ful pomembno, ampak kot osebo, ki tudi ima svoje mišljenje in mu podaš tako, da se z nekom drugim pogovarjaš, ampak malo na prefiltriran način. Ne? Jaz nič ne skrivam pred mojimi otroki. Jaz se z njimi pogovarjam, kot z odrasli. Ker vem jaz, da se ne pogovarjam z njemu zdaj, ampak z njemu čez 10, 15, 20 let. Jaz tudi, ko grem na obisk, pa sem z nekimi mlajšimi, meni je najbolj fascinantno, da se z njimi, kako on misli nekaj. Pa recimo, da povej mi, ne vem, Leo Kocke, kaj bom zdaj naredila, kaj imaš rad, da se posvetim bolj, kako on študira, pa misli, ne pa, da bom zdaj se jaz z njim otročje obnašal, da bom jaz zdaj sebe dal na nek nivo otroka, pa bom zdaj mi tu, kao da sem sovrstnika, ampak ne, kot odraslo osebo ga probam tretirati, pa tudi kot brata, ker imam toliko mlajšega, ko naredi kako neumnost, pa kaj mama ponavadi ponori, ne, pa se dere, pa to. Te pa vem, da je že tudi jezen na njo, ne, pa rečem, pa da povem mi, zakaj si to naredil, kaj si takrat študiral. Pa je tiho, pa mi ponavadi niti ne pove. Te pa, vse razumem, jaz sem tudi naredil to včasih, ampak res me zanima tvoje mišljenje, pa zdaj, kaj si se z tega naučil, pa naslednjo stvar, kaj bi naredil. Pa tudi, ko je preveč na telefonu, mu rečem, glej, jaz ti svetujem toliko pa toliko, zdaj, če boš ti, ne vem, v enem dnevu 6 ur, logično, da ga pol ne boš 3 dni imel, ne. Glej, reči si razporedi, pa bodi odgovoren, ne. Kot pa, da jaz se postavljam nekje nad njega, pa ga gledam dol, pa se derem, pa frustriram. Ta posledica danes ne deluje več. Z tega je tu, ta strah o spoštovanju danes ne deluje več. In kar bi delovalo je, meni se zdi, da smo po eni strani na super poti, sam večkrat jim pusti, da se sooči s posledicami. Mislim, otrok, če udari v steno, pa naredi luknjo, zdaj zakaj se raziš? Ker zdaj bom jaz rabil zgubiti čas, da to luknjo zafilam. Pa nisem te tako vzgajal. Namesto da bi prinesel gips, pa barvo, pa rekel, to imamo tlele, imaš tule za flike, bom jaz pač zraven, namesto da bi šla ven igrati nogomet, boš zdaj flikal to in te bom naučil zaflikati luknje. In naslednjič boš vedel, zakaj ne boš naredil. Tako, in pa bo to, in naslednjič, ko bo prišel, bo bil tako, jaz ne bi flikal in ne bo, in se bo lahko zreguliral. Če pa hiter mamica tu posprav namest njega, pa on lahko naredi karkoli, pa ni posledic. Bo to naslednjič in vedel. tu je pandemija danes. Lahko naredi karkoli, pa ni posledic. 30-letnikov mame pišejo pravičilo, ker ne gre v službo. Res. Ni posledic, ne. In rekel si torej, da to, da si da se postavljaš nad otroka, ne deluje več. Sem nad otroka, mora več, da si ti avtoriteta. Sam, ne pa, da si nekaj več od njega v smislu straha. Da on se mora tebe a priori biti, pa po defaultu ti mora dajati spoštovanje. Ne rabti ga. Tako je bila nekoč, jaz mislim, vzgoja, po starem. Vse zato so te udarili. Ja, ker so te hteli prestrašiti. Ti mi zdaj ne daješ spoštovanja, zdaj si ga on pa vzel. Zakaj pa to ne deluje več?
Mislim, ne deluje več. Pač ne deluje, se ne pravim, da je prav, ne? Mislim, zdaj tako, če se iskreno pogovarjamo, bi jaz rekel, da vzgojne klofute do neke mere, jaz jih štekam in razumem. Jaz očiju ne zameram, da je mene udaril, ko sem bil mlad, star 16 let, ko sem mu odgovarjal in sem ga provociral, kdo je večji alfa. Ja. In ko mu je počel plafon v njegovi hiši, me je pač vajzno, ker se ni hotel več kregati z mano. Okay. In te klofute nimam niti kančka, vse noter ne jeze, ne zamere, ne boš ti nekaj. Ampak recimo večjo sem pa imel, saj sem to že spustil, pa zaključil z njemu, pa smo se že pomenila in še danes me je žal, ker sem pa 8 letih sva z bratom šla na trening čez celo mesto. Da malo je hotel videti, jaz sem rekel, ne, deva počakati, se oči pride, ker ponovadi nas je mami pelala, zdaj je bil pa oči na vrsti in je bilo še pol ure do treninga in on je bil tako, ne, jaz ne on zamudil, ne, on pač tenis freak je bil. In pol je rekel, jaz kar grem in pol je starejši brat, sem bil zdaj v precepu, zdaj če jaz ne grem z njemu, bo fotel rekel, kaj si razmišljal, zakaj nisi šel z njemu, ne, če grem z njemu, pa oči pride domov prazna hiša, ne. In pol se mi zdelo bolj logično, da grem z njemu. Ampak na koncu se je zgodilo to, da je oči, ko nas je odkril, končno, nekaj naj je iskal po celem mestu, ki je sva, je tam prišel, sem takoj dobil bombo v trebuh in domov in hlača dol in poriti in ven je šla frustracija tega, kako otroci mu ne zaupajo, kako so mu to lahko naredila, ne boš ta vedva meni tega delala, jaz ga danes razumem, odkje je prišel. Ja, zdaj kot starš, ki greš, no, ja. Pa že prej sem ga, ko nisem bil starš, ker pač dela z mladimi se postalo še v ene druge kože, pa probaš razmišljati, zakaj bi ti zdaj otroka udaril, zakaj bi to naredil, ne? In je pač iz frustracije, ko ne veš kako in doživiš neko ultimativno razočaranje, se pravi ti pričakuješ, da bo otrok čakal, da bo doma, njega pa ni doma, niti ne veš, kje je. Tu je, razumeš, pričakovanje je tle, realnost je pa 6 vesolij stran. In več, ko je vesolij vmes, bolj te navije vse skupaj. Strah, jeza. Pol pa prije ta čustveni izliv, ne? Pa ta klofuta ni več toliko vzgojna, kot je čustvena. Poli si tako, ne? Zakaj sem jaz zdaj dobil batine? Zato, ker sem šel s tamalim, pa sem ga zaščitil, pa ga pa nemam več, ne? Pa naj ga cel svet tepe. Jaz, ko ga zaščitim, dobim batine. F-off, ne? A ja, pa še to, kar avtoriteta, ki me ima rada, me je zdaj kar nažgala. Ok, pa je avtoriteto, ne? Kaj, učiteljica bi nekaj rada, ja, se strinjam z vami, pa bom pa naredil po svoje. Začneš se prilagajati, da preživiš, pol je boj za preživetje, kadar, jaz povem, lahko me doprijal na CSD, zdaj 2 dni nazaj me je taj tako, kao me objame, pa mi pa začne majico vleči, pa nekaj me tepst, tako, ker on bi zdaj nekaj z očjem, nekaj, pa me sune v uči, jaz sem imel uno reakcijo, sam tako, da sem ga poškodoval, ne vem kako, niti poznalo se mu ni, se pravi, ni bila močna, ampak je bila ona, pusti me, ne boš zdaj tega delal, pač če ne razumeš drugače, da te jaz postavim stran in tako naprej, pač nekaj sem rekel, nekaj, pač pa ne. In zdaj, ali bi lahko reagiral boljše, definitivno ja, nisem perfekten človek, pač reaktivacijo imamo vsi v nas, jaz mogoče zdaj tu rečem tle javno, pa me lahko zdaj kdukam prijav, pa sod, pa naj, bom se s tem že zdilal, dokler meni ta malo reče, rad te imam, pa me objame, pa ko prijem domov, ko mi čaka, da me vidi, je meni jasno, da je on ok z mano. Ker ne bi rabo, jaz bi lahko prišel domov, pa bi on pri 4 letih se igral, pa bi jaz glih tako, ta je živijo, prišel do njega, pa mu dal lupčka, ne bi rabo teč, pa kričati oči. Če bi se res počutil toliko ogroženega od vse te situacije. Pol ne iščeš pozornosti, pol se izogibaš tem stvarem. Pa ni to vsak dan spet, se bi bilo to vsak dan je druga. Ta je bila taka situacija in je bilo zdaj to prav, ni bilo, a bi ga lahko drugač dal, lahko bi ga prijel, dal stran, rekel, ne boš tako delal glede oči. Jaz sem v momentu vidim, da imam še to vse noter, res ne maram nasilja in ko se zgodi, kar je ful diametralno nasprotno, ne maram nasilja, ampak ko ga dobim, pa sem reakcija je in jo še zdaj kontroliram tako, da niso tu močne, pa da so res takrat, ki ocenim, da ok, zdaj pa spust, ampak večino časa pa daš stran, gremo drugače. Pač tudi jaz se učim biti starš, tako je, ne znam, nisem perfekten in z tega razumem starše, kako jim je, ampak zato se pogovarjam, zato sem tle, zato želim podpreti mlade in starše in pač cel naš ta sistem, prihodnost našo, ker to, kar se zdaj dogaja v osnovnih šolah, se bo čez 20 let dogajalo v parlamentu in te ljudje bojo vodili državo in pač
Ampak to je za cel svet velja, ne samo recimo Slovenijo, ne. Ja. Ker sistem vzgoje se ne prilagaja pač drugačnim otrokom, kako so nekoč bili, ne. Kako gledaš na vrtec res, kako funkcijo ima vrtec? Pa ful pomembno. Pa se zato so vzgojiteljice. Ja. In pač otrok je tam koliko, 6, 7, 8 ur, 8 ur ponavadi, delovnik. Tako da tu je več, kot otrok preživi aktivno staršem. Ker mora spati 10 do 12 ur, oziroma 12 bi mogel tako majhen spati, kar pomeni, da imaš še 4 ure za očija pa mami. Tako ima ful pomembno vlogo Ker veliko ljudi se odloči tudi, da ne dajo otroka vrtec, recimo, ne. Pa bi lahko. Pač, tle nasprot tebe sedi. Aha, okay. Pač Urša je doma in sta pač oba dva z njo. No. Aha, žena torej, oziroma partnerca. No, je žena, je. Ja. Okay. Sam nimam prstana, ker sem ga zgubil, mogoče za to dvomaš. Sem zgubil. Šel sem v fitness, sem ga dal v marcu in ker sem končal trening, sem potegnil torbo ven, ne vem, lahko da je kdo videl, pa ga ukradel. Potegnil sem torbo ven, prišel domov, ker je bil za trening za noge, takrat sem mal tak, najbolj mehek v glavi, ker pač gre veliko krvi dol in ker sem prišel domov, sem takoj klical in so iskali in jaz sem šel iskat in pač prstana ni bilo več. Ne vem, kaj se je z njim zgodilo, ampak nekdo ga je očitno bolj rabil kot jaz. Če je srečen, se zato bolj ne. Ja, če ga je ukradel, pa rečem, to je to, ker prstan sam predstavlja meni simbolično večni krog ljubezni. Ja. Ampak jaz nimam zdaj žene nič manj rad zaradi tega. Njo pa malo boli, ja. Pač ne, material mečkam več pomeni, kot meni. Pa, no, zdaj, če ostanemo tu, zakaj si se torej, kaj bi bilo tisto, kaj je prevagalo pri odločitvi, da recimo vrtec ne, pa vzgoja na domu, ja. Pa glavno je to, da za moje pojme otrok rab mami. Rab mami. Mami je varnost, mami je ljubezen, mami da te osnove. In sploh pri fantkih velja, da od 0 do 6 let mami iz dojenčka naredi fantka, oči od 6 do 12, 14 pa naredi moškega. Tako da moja glavna vloga šele prihaja pri fantoma, ampak to pa zaradi tega, ker je to kratek life in teh par let, ko bo otrok toliko mlad, sva oddala na tehtnico, kaj nama več pomeni, ali da ona tudi hodi v službo, pa imamo več denarja, pa si lahko več stvari privoščimo, ali pa ta čas, ki ga ona lahko zdaj nima aktivno namen, ki tudi ni lahko, tudi njo utrud, ker je skozi tam za njiju dva, ne izpolnjuje nekih drugih svojih kariernih ali pa nekih potencialov. In je zahtevno iz te strani, ampak ja, na koncu je bila skupna izbira in tu smo šli. Kako pa ta odsotnost stika z družbo, vsaj z sovrstniki? Stik z družbo, ker tam se je 4, 5 družin, 6 ali celo 7, zdaj smo jih najdel v Dolenjski in pa se vsaj enkrat, dvakrat na teden dobijo, pa v petki gre ta vseeno v vrtec, hodil je prej v privat vrtec, v Valdorski. Pol pa je meni finančna situacija bila par mesecev malo slabša, pa sem rekel, pač, da damo 400 € za vrtec, pa ti si doma, je neekonomično. In pa smo se v vrtu zmenili, da v petkih pride, ampak vse bedarije iz vrtca prenese domov. To je res, ja. Zdaj, mogoče bo zdaj, če to posluša gospa Marina, pa tako naprej, zdaj to vzela preveč osebno, ne tako vzeti, nisem mislil, ampak bedarije v drugih otrok pobere, drugače te vzgojiteljice so srčne in je valdorski pristop, vse naravni materiali, les, tako naprej, nimajo nič plastičnih igrač in takih zadev. In vse en delajo in je kreativa in tako. In pač tam hodi zato, ker je te fante, punce pozna in do neke mere so neki kolegi, prijatelji, neka navezanost, ampak lahko malo opisati tudi pristop, ker to pa prvič, da slišim. Valdorski. Ja, pa recimo, da plastika, recimo tako ima ta vrtec, zdaj ne bom rekel, jaz se ful premagal tu noter, ker tu prepuščam Urši, ker če je full time mam, rečem, to je tvoj job, daj ti več to malo raziskuj, bom jaz za svoj job. Tako da imaš te različne pristope, Montessori, Valdorski, pa Valdorski je kao bolj umetniški, tako neki, ampak torej spodbuja kreativnost. Ja, spodbuja, on je pač tako, on taj vpraša, kje mu pa pičico, počilca reče, je tam je,
ta vzgojiteljica. Ne? Ja, pa ni. Pa on reče, ja, vidiš, tle so police, ne? Ki so neke knjižne police, ne? In tam spodaj je pa prostor, tam daš pa lahko peč. In pa pač tako, mora si izmisliti zadeve. Pač tam imajo neka, sam polena imajo. Ne? Zdaj smo bili pri enih na obisku in je pač ta kolega, v glavnem, ki imajo tam ful drv in pa moji tam mali so tukaj začeli, ne? Ta je kar da bo nesel. Ne? Pa sem rekel, ja ne vem, te hočejo nesti, ti povej zdaj, če lahko ali ne, meni panik. Jaz sem odprl avto, pa naj meče not. Ne. Preko, ja, naj kar nese, imamo tle super lastnika, ki reče, vi sam pejte v hosto, pa poberte, kar je suga. Tako sta mi nametala 30 polen v avto. Ne. In pa smo prišli domov in sta jih zmetala ven in pa sta jih zdaj izlagata tam okrog hiše. Ja, bova hišo gradila, sem rekel, makar češ edino odkud je, da ni na poto noben. Sprav, ne pred stopnice, pa ne na poti do avta, tudi se jaz s tem ne rabim ukvarjati. Ti pa ta polena premetavi gor, dol, levo, desno, pol so tu neki vozila, v šajtrgo, pa okrog hiše, pa na zgornjo teraso 7 polen, pa spodi, ki prideš nam, jih imamo tako vrsta ob steni, 10, pa še par jih tako leži nekje. Tako pač, da mora si sam zmišljati. Dokler ti naprej otrok reče, to dolg čas mi je še vse vrejene. Ja, jaz sečem super. Ja. Dolg čas pomeni, da imaš veliko časa, izkoristi ga. Ja, ne vem, kaj bi. Okay. Zdaj nisem slišal, super. Ko sem se tako res bil, da dolg čas sploh ni nič slabega zadeva. Trenutno ni nobenih nujnih stvari, ni nemira, ni nevarnosti oziroma nekih obveznosti, ki tebi teple, lahko delaš, kar hočeš. Sam pač pa moraš premisliti, kako boš ta dolg čas potešil. In pomembno je, glih tam je pomembno, da ni ekrana. Ja, točno to. Tam je pomembno, da ne, v nedeljo, ko Max spi, lahko ti gledaš pol ure televizijo. In pa on ve. Ampak druge pa ni televizija odgovor na nič. Pa ekrančki niso odgovor na nič. Igrač imaš itak preveč, tako da mi jih imamo v dnevni sobi, ker pač igralnice, pa jih ima pa še Urša v omari, še 3 tukaj, tako da. Pa nič nismo skoraj medva kupila. Torej, da se zdaj vrnemo nazaj na tisto, kar smo na začetku imeli, mislim, da ti imaš pogovore z skupino otrok. Koliko so to stari? To imaš samo osnovne šole, tudi srednje šole? Oboje. Od 7. razreda naprej. Kako pa vidiš, ko pridejo v najstniško obdobje, vpliv družbe? Jaz pa mislim, da je takrat tisto, kaj starš, ne vem, ne more preprečiti, namreč ti ne smeš se z njim družiti. Saj jaz tako gledam na to. Ja, kot sem rekel prej, če pogledaš do 12-14 leta, ti narediš fant, moškega, žensko, več ali manj, in zdaj, kjer je vrednote, si jim predal. In na podlagi teh vrednot si bojo oni izbirali stvari naprej. Ampak samo jaz tako gledam, da hitro te lahko potegne, narediš neko pizdarijo, če tako rečem. Sam te bo tudi zabremzalo. Pa če se bo otrok zavedal, da je naredil pizdarijo, tako si rekel. Ker jaz sem živel glih 15-16, koliko si tu star, sem bil v dijaškem domu in sem res hvaležen, da sem šel v dijaški dom, ker jaz sem si svoj delovnik zapomnil, pač srednja šola, pa šport, pa zraven tega, mislim, nogomet, pa še zraven druge športe sem si izbiral. In prav nisem mogel verjeti, da drugi, ne vem, kolegi iz istega štuka, ki sem jih imel, da niso imeli kaj zadelati, pa so ležali. Ali pa ne vem, so šli pit v gostilno, delali mogoče malo bolj nekonstruktivne stvari, da jim ni bilo nič zanimivega. Ne? In zdaj, ko za nazaj študiram... So ležali in delali kaj? Ja, ne vem, ali igrice, ali so šli... Bolj bom rekel tako, veliko krat je bilo bolj to, da so šli v doma, zdaj pa jaz lahko grem v gostilno, jaz lahko zdaj pijem in to mi je bila ta svoboda, ki so oni čutili. Meni pa je bila neizmerna svoboda, da sem ja lahko sam s kolesom šel do kluba, pa fuzbal špilu, pa ne vem. To sem čutil. In zdaj, ko za nazaj gledam, ko pa več športa ni, pa sem tudi jaz začel ene take stvari delati, pa ne vem, sem šel bolj raje na kavico, pa sem imel stvari za delati. Ampak vseeno se mi zdi, da sem dobil to neko odgovornost. Glej, če boš zdaj ti to pusto, pa se zdaj ne boš učil, 2-3 dni pred tem izpitom oziroma bo pa toliko ta gora dela narasla tako daleč, da mogoče neš mogel prehoditi.
In vem, da so marsikdo je za bluzo, zato ker ni čutil te odgovornosti. Ne. Je šel, gimnazijo za tehnika, je mu bila rešitev od tega, da pač zabušava, da gre, se prepiše v 3-letno. Ni naredil 3-letne v 2-letno prepisal. Ne. To za mene ni odgovorno. Ne. Ja. Padi pa naredi. Ja, tu je linija najmanjšega odpora, kar prodajajo družbeno omrežje. Ta hiter uspeh, pa ne rabiš veliko, pa 2 slikce narediš, pa služiš ful denarja, kar mladi mislijo, da influencerstvo je. Pa vsi bomo influencerji, pa če nimaš izkušen v lifeu, na kaj boš pa vplival? Samo mnenje boš prodajal. Kaj? Moje mnenje je, da je nobenega ne briga v redu. Resni ljudje te ne jemljajo resno. Tudi ogromno je neresnih ljudi danes. Ja, drama se prodaja. Ne? To glih je to. Ampak ja, delam z najstniki in vpliv okolja je velik, ampak toliko, kakor so vrednote postavljene. In če niso vrednote postavljene, je toliko več. Se čestno najdva, glede mi v srednjih letih najdva ni za nekaj zavedlo to. Ne, mene sploh ni zanimalo to, da bi šel, da si probaval druge pa take stvari. Ne? Ker to je, mene tega ne bo strah. Če mi jaz da imel otroke, pa to substanc. Pa ja, prvič mogoče probal bo, pa ne bo rad odvisen od prvič. Skoraj ni droge alkohol, pa nekaj, da ti rataš odvisen, ko enkrat probaš. V bistvu je cukor dosti bolj, pa ser je ena najbolj odvisnih stvari. Ja, a sir? Ja, ser je taka. Če imaš rad ser, probi ga dati ven, pa boš videl, kako težko je. Res? Ja, probi. Ampak to je za vse, kar imaš rad. Sam kao nekaj je družbeno spremljivo, nekaj ni. Jaz bi rekel, da če boš živel s tem strahom, da ti bo mali probal droge, ti jih bo probal. Aha, tako je. Zakon privlačnosti. Ti o tem razmišljaš, tega se bojiš in vesolju sporočaš, jaz se tega bojim, vesolju reče enoč, ne. Da ti pokažem, da se nimaš kaj bati, ne. Prvič, on bo probal, ne. On si bo naredil neko škodo. Tvoja odgovornost je, da mu ti poveš, če boš to pa to probal, so take posledice. Zdaj, če si jih pripravljen sprejeti, tu probaj, ampak tako je. Če te vidim z marihuano v roki, preden imaš 25 let, ko se ti možgani do konca razvijajo, pač od mene ne dobiš niti evra več in si čao. Dokler si hodil v šolo obvezen, bom ti dal osnove, sam ni bonus. Pa zdaj ima posledico, zakaj ne? Sej tvoja hiša, tvoja pravila. Ja, oči, kaj si ti tak, veš, moji sošolci pa vsi kadijo. V redu je, jaz nisem fotor tvojim sošolcem. Oni delajo kar čo. Pa tudi... Čez 30 let bom jaz rabil tebe gledati za kosilo pri Božiču za mizo, ne tvojega sošolca. In tudi takrat ti moram znati pogledati v oči. In če te vam zdaj spustil, ti pol ne bom gledal v oči. Pa veš, komu ne bom mogel še pogledati v oči, vse pogledalo. Kar pomeni, da ko bom čez 80 let bil na smrtni posli, bom imel obžalovanja. In eno bo to, da sem ti pustil, da delaj kar češ, da sem jaz hotel imeti mer in da si ti zdaj razstrelen. Vse posod, delaš bedarije. Škoduješ sebi in folku okrog sebe. Tega ni, ne. Spoštovanja, časti do prejšnjih generacij. Da so tam ljudje šli čez drugo svetovno vojno, da smo mi danes tle živi. Ne, mi se raj kregamo, kjeri so bili boljši, slabši, pa koga briga, stari. Vsi so se mogli ogniti metkom, bomb, min in tako naprej, da smo mi zdaj tle, imamo priložnost delati, kar lahko delamo. Kaj mi tu izkoriščamo, da delamo budale iz sebe. Tako in drugače. Družbeno gledamo. Ne velja za vsakega posameznika, ampak celotna družba je... Družba nismo nič boljši. Res je zanimivo, Tarek mi je zanimivo, da če hočeš pogledati vrednote družbe v nekem času, pogledaj, koga družba cene takrat. Pogledaj, koga danes cenijo. Ker se glih na to nanašalo in je res stvar, o kateri lahko debatiraš, koga zdaj cenimo, koga smo, ne vem, pred 50 leti cenili, pred 100 in pol vidiš tudi vrednote, ki so trenutno kolektivno v družbi vladajo, smernice. Kaj bi rekel, koga danes cenimo? Danes se mi zdi, da cenimo predvsem bi rekel uspešne, finančno uspešne ljudi. To pomeni ljudi, ki imajo ali družbeno moč, ali finančno moč. Sem bi rekel, da podjetnike cenimo, ker podjetniki imajo denar, imajo moč.
njim se mi zdi, da bolj ko ne kolektivno zavidamo. Ok, cool. Se pravi, kdo so pol te? Tisti, ki pokažejo največ, jaz mislim. Poglej, sej... Podjetnik se mi zdi, da osebi pokaže, da je nad tabo, oziroma družbeno gledano je uspešen, ne? In zato mu ti zavidaš. Če pa ti gledaš neko zabavno vsebino oziroma nekoga, ki te pa zabava, pa si ti misliš, glej ga bedaka, se počutiš boljše. Tako si jaz dojemo današnjo družbo. Ja, sam poglej, kdo so top influencerji današnje družbe. Kaj bi ti rekel? Tisti, ki dela največ bedarine, oziroma pač tistega, o čem se... Gledaš doma največ followerjev na YouTubeu, TikToku in Instagramu. Ja, zabavajo. Ja. In če gledaš filmski zvezdniki, ne? Ti znaš dobro igrati v filmu in njih sprašujejo, kaj si oni mislijo o vojnah. Pa, to je stari, da mene sprašuješ, mene sprašuješ za nasvet o baletu. Pa mogoče še malo manj feeling, ker sem treniral ples, pa smo imeli tudi baletne vaje. Ampak, da bi me mene sprašoval, ker sem treniral ples, kako je zdaj naj postane svetovni prvak v fuzbalu. Pa dobro, sem se pogovarjal s Kekom, pa tako naprej, pa sem igral v fuzbal, neke osnove bi ti znal dati, ne morem ti pa mojstrstva dati, ne? Spravo štekaš. Ja. In mi cenimo mnenja ljudi o zadevih, kjer oni niso strokovnjaki. Samo zato, ker je prepoznaven. Ja, ima veliko denarja, ima flash, ima ono, a ne, ampak če bi bili tu ljudje vredni sprašvati, kaj si oni mislijo, ne, pol te ljudje ne bi smeli delati samomorov zaradi drog. Z drogami, z alkoholom. A veš, kaj mislim? Zdaj gledamo, ne, kdo je, a ne. Kdo je ki si ga rekel, jaz bi bil pa tudi tak. In tu je tle, ne, pač, ko se temu reče, plehko je vse. Nima osnov, nima draža noter, ni lajfa noter, pač prazno je, lupina nam je všeč. Ne. In ljudje z lupino, najbolj sijočo lupino so te, ki jih večina hoče slediti. Pa niti ne večina, ampak pa ja, ne, valjda, da ja, se gledaš Instagram, jaz bi imel tudi six-pack, jaz bi imel tudi tak avto, ne, si misliš, glej, kakšen sem jaz loser, ker nimam tega, ne. A v bistvu po drugi strani, če pogledaš, a ti kaj manjka. Res manjka. Ja, to so pa tiste vrednote, ki si na začetku našteval, ne. Ja, a imam ženo, me ljubi, ja, ljubim jaz njo, ja, okej. A imam 2 super fanta, imam. Še rekla sta mi, ta mi je rekel, da me ima raj ko babice. Da be, super, oči je trenutno kralj. Babice, če tu poslušate, sorry, ampak tako je. Poter mora biti kralj. Super heroj v očeh fantov. A delam tu, kar hočem, kadar hočem, kar jaz hočem, ja. A delam toliko veliko, ne, ampak imam vse možnosti, da delam še več. In tako naprej, a ne. A imam dobre namene za svet, ja. A želim komu kaj slabega, ne. Ok, cool, kaj res rabim? A imam avto? Imam. A mi je avto uporaben? Je, ker imam tega Pro A-City-ja, ker sam mečem stvari noter, to je ta od Toyote ko Berlingo, a veš. To pač je the best, ko imaš majhne otroke. Uporaben avto za mlado familijo, verjetno najbolj uporaben. Vse ostalo moraš malo več dvigati, malo manj dvigati. Sem imel prej Mazda 6 karavan, jaz ne morem iti na morje zdaj trenutno z Mazda 6 karavan, moram dati ono trugo na streho. A veš, imam hišo, ki sem jo dobil od staršev, ki sta ona dva rekla, da ima prevelika in sta šla v stanovanje. Se pravi, kaj pa zdaj že spet rabim, a ne. A ja, rabim iti fulkat na leto na dopust. Zakaj že, če meni je težko iti na dopust, verjameš ali pa ne. Jaz toliko uživam v tem, kar delam, da meni je dopust, jaz se na počitnicah dopustu uporabljam najbolj neuporaben človek na tem svetu. Da ležim na plaži in se gledam in čakam. Sem vesel za tebe, res. Ja, mislim, vse pa si narediš zanimivo, ker imam domišljijo in tako naprej, ampak če me po defaultu vprašaš, Jernej, ti rabiš počitek, ne, meni je top, let's go, a ne. Jaz tu za 2 leti nisem šel pač tako na dopust, tisto klasično poletje, pa ker sem preprosto nisem čutil potrebe, ker sem tako užival v svojem vsakdanjem življenju, tukaj sem, ne treba se navezati na drugi plat za to, da grem ta pa slikam. Ne vem, tako res povežem se to s teboj, Ja, štekam, pač life je good, a ne, dober je life.
Vse, kar rabiš za srečo, je regratova lučka. In če to dojameš, si zmagal. In Da si sam si krojiš. dokler tega ne dojameš, pa Pač jaz se držim tega, da si vedno rečem, da sem jaz tisti, ki si krojim srečo. Noben drugi mi ne. Jaz sam lahko odločam o tem, kam zdaj šel delati. to best. In srečna tista, ki te bo dobila, ker ne boš nikoli svoje sreče pripel na njen vagon. In ti ne tega vzeti njej. Ja, to je rešen. Drugače to tako, da si vlak, pa ti dan 300 vagonov gor, zdaj lepa vleč. Vsak za sebe. Že 300 svojih imaš, da moraš pa še 300 njenih. Tako. Good luck, have fun. Ne? To se ne sme zgoditi. Ja, mislim. In, veš, lahko da se bo, ampak če je ona odprta, pa te res ljubi, bo pri sebi kakšne zadeve spremenila za njeno dobro, da je njej lažje, pol je vama dvema lažje. Ja, ne? Pač, tudi lahko debata, ne? Lahko najdeš perfektno ženo, lahko jo pa narediš. Jaz sem tak, rečem, da sem jo naredil. Oziroma, ona je pa mene perfektnega moža naredila. Ne? Nisva pa, ko sva prišla skupaj, bila perfektna. Jaz sem njej po 2 mesecih rekel, če ne greš za en program na osebnostno rast, ne bova več skupaj. Sem rekel, jaz nimam cajta. Sorry. Če ti hočeš še naprej biti cinična, skeptična, ne skrbeti za svoje telo, da si lahko v najboljši formi in tako naprej, ker če bi Urša zanosila takoj, ko so se spoznala, bi imela rizično nosečnost, ker pač ni skrbela zase, kar se tiče, pa ni bila debela ali pa karkoli, sam tako, pravnica, veš, ko dol, 14 ur dol, skolioza hrbta, tako naprej, ne. In pa bila mi je pa zanimiva, ker je bila pogumna in dobro so se poštekala takoj. In pa sem rekel, če nekaj ne narediš, pač je brez veze. Ne boš nikoli štekala, zakaj jaz delam, kar delam in ne more se lifestyle združiti. Moram je športati na polno, ti pa tam na kavču gledati televizijo, vsakič, ko priješ iz službe, pa čakati nov dan. Ne gre, ne. In pa na srečo je šla in je zagrabila in pol osebna trenerka in se je poštimala in BP in that's it. Tako, lahko jo iščeš, lahko jo pa jaz se rad hecam, lahko jo pa narediš. Da je nisem mogel nič narediti, kar se ona ni strinja. Čeprav ljudje mislijo, da živi totalno pod mojim vplivom. To so že bili komentarji. Ti si tako pod njegovim vplivom. Moj vpliv je pa ta, a si srečna, ne. A si zadovoljna, ne. Ja, a boš zdaj kaj naredila? Ja, okej, kaj pa bi? Ja, tu. Ja, pa naredi, ne. Imaš možnost. Beš narediti, ne. Ja. Ka bo bolj za vse. Tako da... Tako, ne, lahko je toliko simpel, ampak ni pa simpel, ker imaš ti te vzorce. Če jaz ne rečem, da če ona ne gre na ta program, bo pustila, pa boš pa spet samski Jernej. Ja, 4 milijarde 100 milijonov je že okej. It's okej. Če bo ona the best, če pa ne bo, pa bo ena druga. Ni konc life. Zdaj bi en rekel, pa ti ne imaš reči svoje žene, če tako razmišljaš. Ne, jaz se ultimativno ljubim. Saj nisem pa navezan na njo. Ja. Hunaj jaz zdaj vem, da ona doma mene ne vara. Hunaj vem, ona lahko pele otroka k mojim ali pa k njeni mami, ki živi v Novem mestu in ona zdaj lahko dela kar če. In jaz sem tle z vama dvema. In kaj ne zdaj telefon, kamere, kva dela, ne vem. Zato ljubezen ne sme biti pogojna, jaz njo ljubim zato, ker je ona z mano. Jaz njo ljubim zato, ker ona meni reče to. Jaz njo ljubim zato, ker ona meni to pokaže. Jaz njo ljubim zato, ker je takšna ljubezen, ultimativno, ne sme niti biti personalizirana. Jaz tebe ljubim, tebe pa ne. Tebe pa recimo ne. Ker bolj je to že izbiranje oziroma daješ pogojno svojo ljubezen. Kaj pa ni ljubezen? Ljubezen je samo sprejemanje. Takšne kot si ti, jaz druge. To, če se ne strinjava, je okej. Tudi tako. Sam na podlagi tega si bova zbrala, ali bova zdaj frenda, ali bova kolega, ali bova bežna znanca, ali bova partnerja. Je pa bolj, ko si usklajen, bolj imaš pol tleh, zato so različni odnosi z različnimi ljudmi. Ampak vedno si pa lahko spoštljiv. Ja. In se strinjam, pač, čim daš razlog, je tu razlog, zakaj ne boš bil skupaj s to osebo. Če pa ti sprejmeš sebe v prvi meri, moraš šele ka sebe lahko drugega in se tega učiš drug od drugega pol in se na to upozarjaš in tako naprej. Pa je možna ljubezen, ki pa je 100-krat boljša kot zaljubljenost. Jaz
sem bil zaljubljen v vse bivše punce, razen v Uršo nisem nikoli bil. Nice. A. Jaz sem v toti starosti, zdaj, ko se ful težko zaljubim, pa to glih. Ne rabiš Upam, da bo zaljubljenosti. Veš, zakaj je zaljubljenost dobra? To. Zato, ker odpre vrata tvojega sveta. Ko si ti zaljubljen, ne vede, odpreš vrata Ja, v svoj svet, ker drugače vsi tako hodimo, ne, zagrajeni, pa brzostrelke gor, pa minsko polje spredaj pred našim gradom, a ne, da nas ne bo nekben prizadel. In zdaj zaljubljenost je ta lepa laž, ki to ne vede odpre. Zdaj pa, če smo medva drugemu dala resnico, se bova en dan zbudila iz laži, ker laž ima kratke noge, in bova videla, kdo res sva, in če se nisva lagala in sva res bila zaljubljena v to resnico drugega, kar večina ljudi ni, Ja. bova velika verjetnost, da bo tu preraslo v ljubezen. Če pa si ti lažeš, pa si govoriš, sej bo bolj, sej en dan je že, pa sej ni tako miselna, pa a veš, sej je ok, a ne. Pa se bo še en dan zbudil in se bo zbudil v svetu, ki ti je bil tako, what the fuck, kje sem jaz zdaj to star, jaz nočem tle biti. In pol je... Ja. Ja. Nisi bil iskren. Ne? Iluzija mine, kako bi rekel. Ja. Kaj je bila tista ena stvar, ki bi recimo svojemu otroku rad predal, pa lahko tudi nama, tekom celega pogovora, kaj bi rekel, da je tisto bistvo, tvoje sporočilo? Dobro, zdaj sem jaz veliko povedal, kaj bi ti rekel, da je? Glede tega pogovora, Ja, kaj bi ti rekel, da od tega, kar sem jaz do zdaj povedal, ja. če bi zdaj rekel, jaz ne morem več govoriti in ti rabiš mojemu otroku na podlagi tega pogovora povedati bistvo. vrednote Verjetno bi se oči. Ja. najbolj se me je dotaknila odgovornost, ker ne moreš ti na mesto otroka hoditi po njegovi poti, ampak če boš mu predal odgovornost, boš mu dal te smernice, ki jih bo lahko on sam balansiral znotraj svoje poti. Ne. Ko se bo nekaj zalomilo, bo tudi jaz, ko sem bil v dijaškem, ni bilo vse super, ne. Ampak se mi zdi, da sem imel, kot si rekel, vrednote, oziroma v prvi vrsti odgovornost, biti sposoben odgovarjati za svoje dejanja, da sem se bolj iz njih naučil. Ne. To mi je bilo lepo, neki skupek tvojega mišljenja. Dobest, bi ti kaj dodal? Ja. Jaz bi tu Ne povezal rabiš, še strajnost, če bi, ja. strajnost mi še povezati. Da ne obupaš. Tako. Super. Cool. Jaz, kar se povedala, bi vama zaupal. Delno res bi spoštovanje omenil. Ja, Ki pa to sem imel na vidiš, študiju. Spoštovanje bi dodal. Meni je res, jaz mislim, če bi več pripeljal, 99% problemov obstaja zato, ker ni spoštovanja ali do sebe ali pa do drugih. Tako simpel je. Tudi če ti rečeš, ljudem se so zgodile poplave, kaj so se jim zgodile poplave? Hišo ima na poplavnem območju in kaj je pričakoval, da mati narava ne bo nikoli stresla, ali kaj? Da se ne bo nikoli nič zgodilo, da bom jaz tle večen, samoumevno je, da vse skrbi in deluje zame. Ja ne, so območja, kjer se ve, da je varnost večja in so območja, kjer je varnost manjša. A ne? V Kaliforniji so zavarovalnice, so bežale ven, v Kaliforniji pred požari nisi mogel zavarovati hiše za požar. Ker so zavarovalnice rekle, mi vas opozarjamo, vsi strokovnjaki govorijo, da če se zgodi požar, se bo zgodilo, kar se je. In folk ne bo dobil nič za te bajte nazaj. Ker si razmišljajo, meni pa se to ne more zgoditi, ne. Ja. In to ni spoštljivo do narave, ni spoštljivo do okolja, kjer živiš, a ne. Ampak kako boš ti spoštoval okolje, če ne moreš osebe ogledalo? Pa tu je spet tisto, zagledanost same v sebe, pa kdo o meni kaj govoril, ne. Pa da si nesmrten, ne. Ja. Neuničljiv, ti si Bog. Ja. Si, razen ko nisi več. Ja, zdaj sem se dve stvari spomnil. Ja. To, ko si je omenil smrt, da se kot človek ima dve življenji in drugo se ti začne, ko se začne zavedati, da si nesmrten. Oziroma, ko Da veš... si smrten. Prosim? Da si smrten ali nesmrten? Torej, da lahko enkrat umreš. Ja. Da je vse minljivo. Ja, sej. Je bil super pogovor. Na kateri minuti smo? Ura 30. Mislim, to so take teme, ker jih lahko greš v nedogled, ne. Hvala. Pa mi smo tudi tako, imamo ena taka epizode, ko se samo mi pogovarjamo in smo imeli glih zadnjič, tudi smo zašla na temu vzgoja otrok, kako bi mi najna otroke vzgajala. Ampak Patrik je pozval klikniti replay in mislim rekord in
nismo snemali. Aha, okay. Ampak tematike so bile Ampak- dokaj podobne temu, ja. se mi zdi. Tako vidiš, pa smo malo skupaj tu naredili, razširjen pogovor. Ja, strokovnjakov, no. Pa ja, ok. Glej, Zdaj, če strokovnjak, ga- lahko rečemo, ne, hvala, glede na hvala. dosežke, ne. Ja, ok, hvala, bom vzel. Bom jaz kontra tistemu, ki si rekel z Maribora, ne, Ja, ki je bil. je oseba, ki ima svoje mnenje in Ja. lahko ga ima. Zdaj, ali je tu svoboda govora, pa ne vem več. A ne. Ker svobodo govora imamo definirano, a veš, v deklaraciji, mislim, da je deklaracija svobode Človekove govora. Kaj pravice. svoboda govora ni? In ni žaljenje, ni se pravi klevetanje, ni Blatenje. obrekovanje, take zadeve. Tu, ker večina mislimo, zdaj je svoboda govora, jaz, Patrik, ti si kreten. In ti se razjeziš in jaz skupaj, kaj se jeziš, stari, jaz sam prakticiram svobodo govora. Lahko pa isto sporočiš, da To ni rečeš, svoboda govora. lahko pa isto sporočiš, da mu rečeš, da se ne strinjam s tabo, zakaj? To so moje razloge, Sam, to da se ne mi ni. napadaš, ja. Ja. In si, Ali pa če bi se mi zdaj tle pogovarjali o, dobro, malo smo, ampak nismo nobenega dotičnega, ne? Mi zdaj rečemo, da imamo skupnega prijatelja Matica in mi zdaj govorimo, kakšen je Matic tle. To je obrekovanje, ne? To ni svoboda govora. Ja. Svoboda govora v osnovi, jaz jo tako dojemam, je, da ti imaš idejo in jo lahko izraziš. Idejo. Ker, ne vem, 300 let nazaj, 400 je kmet dal idejo, pa je dobil vile čez usta, ker kralju ni bila všeč ta ideja. A ne? Ali pa je ženska imela idejo, pa so rekli, da je beš v kuhno, razumeš, tle se zdaj moški pogovarjajo, ne ti zdaj tle neki, razumeš, kaj se je ketna strgala, ali kaj se dogaja, fantje, ne? Da ženske tudi danes lahko povejo in cenimo njihovo mnenje in lahko živijo. Tu je svoboda govora, ni pa svoboda govora, ti lahko rečeš, kar hočeš, Ja. kjerkoli Nepremišljeno, hočeš, kadarkoli hočeš. Ker to pa pomeni, da si čustveno neinteligentna oseba. ko si rekel to za Matica, sem prav študiral. Če bi mi njega obrekovali, ne, bi govorili, kaj je Matic, kakšen se nam zdi Matic. Če pa se pogovarjamo zgolj o neki ideji, ki jo je rekel Matic, pa sploh Matica ne rabimo omeniti. Pa tudi, če ga omenimo, ne govorimo. Lahko rečemo, Matic je zadnjič dal to idejo, si slišal. Kaj- Stari, the best ideja, in pa se pogovarjamo o ideji. Tako. Druga Ali pa pa, če tudi, bi se mi ej, pogovarjali, kakšen kreten, razumeš, si ga videl zadnjič. Veš, kaj je naredil zadnjič? Ja, čist druga stvar. Ne. Ker se on ne mora braniti, ne, ker ga ni tle. Ja. To je, jaz sem bil v enih liderskih programih in lideri tega ne delajo. Pač nimaš časa. a ne. Majhni ljudje se pogovarjajo o drugih ljudeh, rečejo povprečni ljudje se pogovarjajo o tekočih zadevah, veliki ljudje se pogovarjajo o idejah. A ne. In pol zdaj, kje hočeš biti, saj sam stvar izbere spet. a ne. In lahko je reči, ja, pa si to delajo vsi. Ja, dobro, saj tudi vsi jamrajo, pa vsi so cinični, pa skeptični, pa vsi so na ekranih, pa vsi jejo meka, pa pač ja, hočeš ta life. Ja, ne, ja, pa ne delaj, kar delajo oni, pa nekaj se zgovarja, da to vsi delajo. Zdaj si mi spodbudil tudi en vrej kvot, ker ti, ne vem, zdaj sem spoznal kolega, smo na isto smo razviti, ali kako bi rekel, iste stvari cenimo, ampak jaz imam željo iti naprej, ne. In ne smem biti navezan, tu smo vsi na tiste navezanosti. Ja. Ok, mogoče mi on da vrej feeling, vrej se k njega počutim, ne vem, se zabavam, pa to. Sam čas, če iti naprej, mora iti naprej, pa njega pač odzadaj pustiti, to je tisto, navezanost ne sme biti, ne. Mi imaš ti svobode, pol. Tako je. Ti ne moreš iti, kamor bi ti hotel iti, če se prevežeš na enega človeka. In je, ja, lej, eni bojo za cel life v tvojem lifeu, eni bojo pa za par sekund. In Ampak vse ti vmes, njemu a ne. daš vseeno priložnost, on lahko sledi tebi. Ja, lahko. In on, če bo on pogruntil, da sledi na boljše, teko boljše za njega, če pa ne, pa naj ostane tam, ne. Ja. Kdo ve, kaj je sploh boljše. Ja, mislim, lahko oceniš, ne, več časa si zadovoljen, več časa si izpolnjen, več časa... Mislim za njega. Ja, ja. Da bi jaz vedel, Osebne da je za njega preference. boljše. Ne, tega ne moreš Ja, vedeti. Ja, ja. to smisel. Ja, lahko pa vidiš, lahko daš neko konstruktivno kritiko, glede na to, kaj on govori, pa kaj vidiš, kaj počne. Ampak ne moreš pa namesto njega lulati. Tako da, to so te ene osnove, ki se jih ljudje moramo zavedati in dajati naslednjim generacijam. To Če bi je, jaz kaj dodal. kar bi zaključil. Lahko zaključimo. Ne, lahko nadaljujemo. Meni pa nekaj sem rekel, da Ne, nama je bilo zelo lepo ta končnica, se mi zdi, da smo pokrili vse, mislim, še več. Še več. Tako da najlepša hvala za tvoj čas, jer ne hvala vama za povabilo. uspešno pot še dalje.
Skupaj bomo. Vsak po svoje, malo po malo bo dodal v ta mozaik in mislim, da nas čaka. Pa rečemo lepša, čeprav ne maram toliko tega izraza, ampak bolj zadovoljna, srečna, povezana prihodnost. Ali pa ne, pravijo, da smo v teh katarzičnih časih. Ja, vprašanje. Za veselo bo od vsakega posameznika. Ne? Ljudje imamo neizmerno moč, s tem bom, kar bom zdaj povedal, bom res, da zaključimo. Ker sem v razredu, pa rečem, če bi se vi vsi sam spoštovali med sabo, a bi vaš razred bil en tak mini svet, ki bi deloval za vse? Ja, bi, ok, the best. Zdaj pa tudi mogoče vprašanje za gledalce, a ne, pa vaju dva, ne. Zdaj pa povej, zakaj to ni dobra ideja. Pa si odgovor vsak sam pri sebi, ker ko si ti, Patrik, prvič nespoštljiv, ko sem jaz prvič nespoštljiv, ko je Lan prvič nespoštljiv, si ustvaril svet, ki ne deluje za tebe, niti za ljudi okrog tebe. In isto velja za vsakega gledalca, isto velja za vsakega človeka na tem planetu. Jernej, bodi dobro. Hvala. Enako.